Ključ do boljše uprave je v ljudeh. To je ena izmed tematik oziroma ena izmed tez tega našega druženja, te naše konference, kako torej izboljšati javno upravo, predvsem s kakovostjo zaposlenih. Čaka nas izjemno pomembna diskusija o razvoju in ravnanju s kadri, o prenovi uslužbenskega in plačnega sistema ter o kompetenčnem modelu v praksi. Ja, najprej so v ospredju zaposleni, tako je tudi prav. Sekcijo pa bo vodila Breda Gruden, ki ji predajam besedo. Lepo prosim za aplavz. Lepo pozdravljeni, jaz bi pa zdaj kar sodelavce še povabila, ker smo taka fajna ekipa, da bomo tudi tukaj bili kot ekipa. Tako, predvsem pa vsem vam še enkrat pozdravljeni na današnji konferenci jutri in seveda v našem imenu pozdravljeni na naši sekciji Direktorata za javni sektor. In kot boste slišali oziroma ste zdaj že malo tudi videli, pri nas je vedno zelo živahno, recimo direktor in moji kolegi so zdaj prišli od jutranjih obveznosti, zato ker imamo res take aktualne teme na našem direktoratu, kot seveda uslužbenski in plačni sistem, to smo že slišali in verjamem, da tukaj bo še kar nekaj debate. Veliko pozornost pa namenjamo tudi usmeritvam glede primernih pristopov za izbiro in razvoj zaposlenih, uradnikov in uradnikov na položaju. Skrbimo za kadrovske načrte, kjer verjamem, da mi vsi vemo, da ne manjka inovativnih idej. Zelo aktivno pa deluje tudi pritožbena komisija in skrbi za pravične odločitve. V ospredju našega dela pa so vedno zaposleni. Ampak ne samo zato, ker je to pač naše področje dela, ampak preprosto, ker je to prav. Zato, ker različni ljudje v delovno sredino poleg svojega znanja in izkušenj vedno prinesemo svoje zgodbe, poglede, vrednote, zanimanja in vse to bogati našo različnost in tudi organizacijsko kulturo. Tudi v strategijo, ki jo pripravljamo in je v zaključni fazi, smo zapisali, da so za uspešno izvajanje upravnih nalog ključni strokovni, motivirani in zadovoljni javni uslužbenci. In to je danes omenil tudi naš minister, vedno pa naš direktor reče, ja, it is always all about the people. In seveda, ob vseh spremembah in izzivih, ki jih bomo predstavili, to ni lahko, je pa ključnega pomena. Brian Tracy, to je motivacijski govorec zgodb o uspehih, je rekel, da je v času hitrih sprememb stanje na mestu najbolj nevarna dejavnost. In ker mi nikakor ne stojimo na mestu, z veseljem najavljam predstavitve direktorja in naših vodij, da iz prve roke izveste, kaj vse delamo na Direktoratu za javni sektor. Po predstavitvi bo sledila še manjša razprava ali pa bolj aktivna, bomo videli, koliko boste danes dvigovali roke, ampak o tem malo več kasneje. Zdaj pa jaz najprej vabim na oder našega direktorja, da predstavi področje dela našega direktorata in aktualne tudi mednarodne usmeritve ravnanja s kadri. Ima ogromno izkušenj z različnih področij v javni upravi, predvsem pa je prekaljen pogajalec in izvrsten govorec. Pa ne le to, je vztrajen tekač, maratonec, najboljši organizator zabav direktorata, kjer se vedno izkaže kot najboljši žarmojster. Vse raje pa tudi maha s teniškim loparjem, posebno, kot pravi, ko zmaguje Brankota. Tole okoli tenisa priporočam, da me dobro poslušate. Pa še nekaj naj omenim. Če pa ga boste kdaj povprašali o Marsiju, pa je on slučajno slabe volje, takrat vam garantiram, da je njegov nasmeh zagotovljen. Peter, izvoli. Ja, priznam za žarmojster, za tibetanskega terierja Marsija, pa tudi o tenisu bo danes še nekaj debate. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem skupaj, kot se Breda predstavlja. Moja predstavitev bo
šla bolj v smeri, da bom dal uvod potem za kolege, ki vam bodo predstavili, kaj počnemo v okviru našega direktorata in seveda pogovarjali se bomo potem tudi v nadaljevanju, kaj je tisto, kar javna uprava danes potrebuje, da bo lahko odgovorila na vse izzive, ki so pred nami. Aha, kje pa imam prezentacijo? Potem pa mlajšo generacijo pokličemo, to so te digitalne spretnosti. Ja, veste. Okay. No, to smo pa mi. Prosili so nas, da povemo nekaj o prihodnosti javne uprave. Ne? Res. Ampak veste, se veste, ne? Kdo od vas ve, kakšna bo prihodnost čez 10 let. Ena stvar je gotova v prihodnosti, ne? Da je prihodnost negotova. In če smo mi vse do sedaj izhajali iz tega, da smo nekaj prihodnost načrtovali na podlagi preteklih dogodkov, se je to seveda spremenilo. Kdo je znal leta 2019 napovedati COVID krizo? Kdo je znal napovedati vojno v Ukrajini? Dobro, mogoče že kdo, ne? Ampak kdo je znal napovedati energetsko krizo? Svet se razvija vedno hitreje, digitalizacija prihaja vedno hitreje. Kdo je 3 leta nazaj predvidel vpliv umetne inteligence na delo zaposlenih v državni upravi? Se pravi, prišlo je do ključnega obrata v zadnjih letih, ne samo v Sloveniji, ampak tudi na mednarodni ravni, da prihodnosti ni več mogoče načrtovati, moramo jo pa predvidevati, anticipated. Ne? Se pravi, ključno za prihodno javno upravo bo tudi za vse nas, ali bomo vzpostavili sistem, kjer bo javna uprava tista, ki bo uspela zagotoviti odpornost na šoke in odpornost, ki bo pripravljena tudi na krizno upravljanje. Mi smo 3 leta nazaj na direktoratu v sodelovanju z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj se pogovarjali o prihodnosti javne uprave in smo determinirali te ključne gonilnike sprememb, ki jih moramo vzeti v obzir, ko načrtujemo prihodnost javne uprave. Bomo šli kar lepo po vrsti. Ne? Prva je seveda demografske spremembe, temu se ne da izogniti, tehnološke spremembe, digitalizacija, klimatske spremembe, nove oblike dela, izzivi prihodnosti in seveda novi poklici, kompetence prihodnosti. To so 4 sklopi, ki jih moramo pri načrtovanju prihodnosti našega življenja, ki jih moramo pri načrtovanju prihodnosti naše javne uprave imeti vse skozi v mislih. Pa bom začel z digitalizacijo, ker danes je vse digitalno. Ne? Res je, da me včasih šokira, ko od posameznih ministrstv dobim predloge za povečano število zaposlitev, ne? In seveda obrazložitev je, potrebujemo dodatne ljudi zaradi digitalizacije procesov. Jaz sem zmeraj mislil, da obstaja bojazen, ne, da bo digitalizacija odnesla delovna mesta. Očitno temu ne bo tako. Bistveno pri tej digitalizaciji je ta strah pred izgubo delovnih mest, kot jih poznamo danes. Veste, ampak ta strah pred izgubo delovnih mest je star približno 200 let. Od takrat, ko so se pojavile prve v Angliji, prve tkalske mašine, ko se je pojavil vlak, se veste, so bili ludisti, ne, ki so razbijali mašine. Delovna mesta določena so izginila, vendar so se pojavila nova delovna mesta, tudi tokrat se bodo. OECD ocenjuje, da v roku 10 let v Sloveniji približno 9% delovnih mest, ki jih poznamo danes, ne bo več obstajalo, ker bodo nepotrebna. Ampak to pomeni, da bo 9% manj zaposlenih? Vprašanje. Nastala bodo nova delovna mesta, ki pa bodo terjala nova znanja, povsem nove kompetence. Imejmo to v mislih, ko se pogovarjamo, ali bomo zaposlene usposabljali, ali jim bomo dodajali nova znanja in podobno. Digitalizacija za naš način dela je nekaj fenomenalnega, se strinjamo, ne? Vsi imamo tablice, vsi imamo telefone, mogoče da vas malo zbudim. Kdo od vas prisotnih ima dostop do službene elektronske pošte na svojem mobilnem telefonu oziroma na tablici? Dvignite roke. A ni to nekaj krasnega, ne? A ni to? Ampak
A vi veste, da po izračunih Eurofunda, to je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, takoj, ko imaš dostop do službenih elektronske pošte na svoji tablici, mobilnem telefonu, v povprečju delaš 1 uro več na dan. Ker zvečer greste še čez maile, a ne? Ja, zakaj? Zakaj? Kaj je ob 8:30 zvečer, ko dobite mail? Tako nujnega, da ne more počakati do naslednjega jutra ob 7:30 zjutraj. To nam je ratelo kar nekako samoumevno. To so tveganja, ki jih imamo in se jim pač ne znamo izogniti. Prav zato tukaj napovedujem, to je povezan tudi z organizacijsko kulturo neposrednih vodij in seveda s problemom časa, v katerem moramo biti zaposleni na voljo. Tukaj ne govorimo o direktorjih, za nas je samoumevno, da smo na voljo 24/7, ne, čeprav z Matejo, kolegico, bova takoj rekla, ne, plačani smo tudi mi za 8 ur. Ne. Ampak hočem vam to povedati, uvajamo pravico do odklopa. Mi smo, danes bo šlo obvestilo vsem delodajalcem v javnem sektorju, na kakšen način bo Ministrstvo za javno upravo uredilo pravico do odklopa tudi v javnem sektorju. Kakšne ukrepe boste morali sprejeti znotraj svojih organizacij, zato da se bo ta postopno tudi kultura spremenila. In seveda, mi govorimo, to dajem pa samo morda kot izziv za razpravo, mi govorimo o strahu, da bo digitalizacija odnesla delovna mesta. Ne? Mislim sicer, da jih ne bo, vsaj ne v tolikšni meri, kot se bojimo, ampak s čim se pa ne ukvarjamo, ne, je pa to, ne, skrajšanje delovnega časa. 50 let imamo že 40-urni delovnik na teden. Se pravi, v 50 letih tehnološkega napredka je še zmeri potreben 40-urni delovnik, oziroma še več. Ne? Normalno je ratalo, da smo več kot 40 ur na teden. Ampak to ni povezano, se pravi, z digitalizacijo, povezano je z organizacijo dela in tukaj pridemo na vodje. Jaz vem, da bom mogel pohiteti. Demografske spremembe. Seveda, vedno, ko pomislimo na demografske spremembe, pomislimo na pokojninsko reformo, s tem sem se svoje čase precej ukvarjal, pomislimo na stroške zdravstvenega sistema, dolgotrajno nego in skrb. Ampak mi moramo pomisliti tudi na zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva. Ta žalostna demografska struktura Slovenije, ki jo vidite v zelenem, je starost populacije med 20 in 64 letom. To so tisti, ki so sploh sposobni zadelati. Se pravi, ko pravimo, da imamo povsod pomanjkanje kadra v javnem sektorju, seveda, naravni odliv je. Približno generacija, ki se upokojuje, šteje skoraj 30 tisoč ljudi in generacija, ki prihaja na trg dela, te milenijci, štejejo 20 tisoč ljudi. Se pravi, 10 tisoč minusa ljudi na trgu dela naredimo vsako leto. Ne? Kar pomeni, da v prihodnosti in že danes, ne, staranje prebivalstva ne bo pomenilo samo povečane izdatke pokojninskih sistemov, ne, ampak predvsem pomanjkanje delovne sile. Ne, če se spomnite, 10 let nazaj, 2014-2015, se nam je na vsak javni natečaj, na vsako prosto delovno mesto prijavili, dobili smo po 100-150 prijav na delovno mesto. Ne. Danes vemo, da je izziv pridobiti kadre. Mislim, dobiš ga že, sem kakšnega, to je zdaj tisto vprašanje. Ampak to je posledica. Ne. Na trgu dela v Sloveniji se je zgodil zgodovinski obrat. Če smo 10 let nazaj govorili o boju za prosto delovno mesto, danes govorimo o boju za delavca. Ne katerega koli, za usposobljenega delavca. In tukaj tekmujemo z gospodarstvom. In z vidika privabljanja kadrov, nehajmo jamrati. Tisto, kar je bilo 10 let nazaj dovolj, služba za nedoločen čas, počasno karierno napredovanje, to je bilo 10 let nazaj dovolj, danes ni več. In to je prihodnost javne uprave. Nekaj bomo morali narediti. Morda samo to, kako se je spreminjala, še eno stvar bi rad opozoril, kako se je spreminjala starostna sestava zaposlenih v državni upravi. Poglejte, če smo še leta 2010 govorili, da smo imeli skoraj 25% starih med 18 in 34 letom, se je to razmerje praktično v 10 letih obrnilo. Zakaj? Eno je staranje prebivalstva. Drugo pa je, da smo
naredili tisto napako v času ekonomske krize. Ne? Vsi so zmanjševali število zaposlenih. V državni upravi smo pa rekli, ne, mi pa ne bomo odpuščali. Mi bomo pa zmanjšali število zaposlenih na mehak način. Tega nisem nikoli razumel, kaj je mehak način. Ne? Ali me odpustite ali pa ne. Kaj je zdaj? Kaj smo rekli 2010? Mi bomo zmanjševali tako, da ne bomo zaposlovali mladih. In mi praktično od 2010 do 2016 v državni upravi nismo zaposlili mladih ljudi. In to se nam pač še danes pozna in te napake seveda izgubili smo, pozabite, izgubili smo zavedno celotno generacijo mladih med 2010 in 2015, ki so vstopili na trgu dela in ne bodo prišli v državno upravo. Seveda, zdaj sem tako govoril, kakor da pač staranje prebivalstva in staranje zaposlenih je nekaj grozljivega. Ne, nikakor, ne. Meni je zelo všeč afriški pregovor, morda tudi zato, ker sem že sam v tistih starejših letih, ne, da mladi sicer hodijo hitreje, starejši pa poznajo pot. Kar pomeni, da bo eden ključnih izzivov prihodnjega vodenja, kako te dve generaciji, ne, starejših in mlajših, skupaj voditi, kako iz njih, ker sta si zelo različni generaciji, po vrednotah, po načinu dela, po temu, kako iz teh dveh generacij, tukaj bodo morali vodje odigrati svojo vlogo, kako iz teh dveh generacij potegniti najboljše za najboljše rezultate. S tem se nekatere velike korporacije v tujini ukvarjajo že vrsto let, kako spraviti te dve generaciji s popolnoma različnimi vrednotami, načinom dela, vzgoje, ne, in katerim, kako jih spraviti pač skupaj. Še en, morda, ampak to je čisto strokovna debata, je pa taka, ki se odvija na ravni praktično vseh modernih evropskih držav. Mi vemo, ne, na eni strani izvršilna veja oblasti je sestavljena iz vlade in pa iz uprave. Ne. Vlada je tisti oboje je izvršilni del. Vlada je tisti politični del in uprava je tisti profesionalni državni aparat. Vedno je tradicionalni konflikt na eni strani med relativno, če želite, konzervativnim državnim aparatom in med pač vlado kot političnim delom. Vendar v zadnjem obdobju, tukaj ne govorim pri nas, da me ne bo kdo narobe razumel, v zadnjem obdobju v vseh evropskih državah, in o tem se pogovarjamo tudi na evropski ravni, narašča napetost med upravo in pa političnim delom. Se pravi, zgodil se je, ne, zakaj je prišlo do tega? Zato, ker javne politike postajajo vedno bolj kompleksne, ker se politika v vseh državah vedno bolj polarizira, da ne rečem popularizira, vedno bolj skrajnost. Predvsem se je pa spremenila družba okoli nas. Družba okoli nas se spreminja tako hitro, da se mora tudi politika sprejemati hitrejše odločitve, odziva se na medijska poročanja, na družabne medije in je vprašanje, ali se je temu prilagodila uprava. Koliko se mora temu prilagoditi načinu dela uprava, ali mora pač ta profesionalni državni aparat držati neko smer kot tanker, ki ga pač posamezna politika samo zanika levo desno. To je pomemben izziv. Namreč, če se je spremenila družba, se seveda kot odziv od tega se je spremenila tudi politika. Ampak potem se mora temu prilagoditi tudi državna uprava. Postati mora hitrejša, bolj odzivna, manj, če želite, tradicionalno konzervativna. Minister je prej omenil, ne, kako je to različna stopnja zaupanja v upravo pa vlado, ampak jaz mislim, da morata delovati z roko v roki, morata pa oba dela biti pripravljena na spremembe. To je zdaj uvod v tistem, kar vam bodo v nadaljevanju kolegi povedali. Strategija ravnanja s kadri v državni upravi, ki je v pripravi, kot je bilo že rečeno, ključ je v ljudeh. En od ključnih stvari, ki smo jo postavili, je privlačen delodajalec. Kaj je privlačen delodajalec? Je to blagovna znamka, branding, delam v državni upravi. Ja, pri nas je slab. Ni pa nujno povsod tako. Morate vedeti, da v določenih evropskih državah, ne, ta branding državne uprave kot delodajalca zelo visok in so zelo zahtevni selekcijski postopki in tako naprej. Ampak kot privlačen delodajalec, danes zlasti pri vseh generacijah, ne, je nekaj, kar pozabljamo in kar mora biti
osnovno vodilo vseh vodij. To je pa spoštljivo delovno okolje. Kolega Branko bo v nadaljevanju govoril o plačnem sistemu, absolutno, kako bomo zvišali plače. Ampak vam iskreno povem, če boste s kakšnim od svojih zaposlenih, ki odhaja, če bi delali izhodne intervjuje in analizirali, plača bo nekje na drugem, tretjem mestu kot razlog za odhod. Ljudje zapuščajo delovno okolje, ki ga vodja ni uspel vzpostaviti. Da ne bi šel, seveda, druga stvar je, seveda, ki smo posvetili, so selekcijski postopki. O tem bo več govorila Barbara z novim uslužbenskem sistemu in seveda upravljanje s kadri. Mi se s kadri dejansko nismo začeli aktivno upravljati, ker smo rekli, to je bolj za ta gospodarstvo. Ampak državna uprava je največji delodajalec v Republiki Sloveniji, 16 000 je samo v civilnem delu zaposlenih in smo v zadnjih, 20 letih do nekaj let nazaj se nismo sistematično ukvarjali z razvojem kadrov in tako naprej. Se pravi, prvi cilj mora biti večja prepoznavnost državne uprave kot privlačnega zaposlovalca in usposobljeni in motivirani javni uslužbenci. Ampak seveda, da ne bom tukaj kritičen samo do slovenskega delodajalca, slovenske državne uprave, te izzive imajo tudi v nekaterih drugih državah, ampak recimo zdaj bom povedal, tako zelo zanimiv, kako so se v Belgiji tega lotili. Belgijska državna uprava je imela podoben problem. Za mlade ni bilo zanimivo in tako naprej. In potem so pripravili kampanjo za delo, kako bi mladim študentom na koncu študija približali delo v državni upravi. In so izhajali iz tega, kaj so vrednote te generacije, rojene konec 90-ih let, začetek 2000. Ker, kot smo že rekli, so popolnoma drugačne kot naše. In iz tega so naredili kampanjo. Prvi del kampanje, ki je bil izjemno pomemben za to generacijo, je bil, da ti delo v državni upravi omogoča, da si del organizacije, ki spreminja družbo na bolje. Izjemno pomembno sporočilo za milenice. Oni hočejo spremembe v družbi, hočejo to. In so jim rekli, delo v državni upravi pomeni, da lahko spreminjaš družbo na bolje, da narediš nekaj dobrega. Drugi sklop, ki je bil za njih zelo pomemben, priložnosti, možnosti kariernega razvoja. Ta generacija, oni se ne vidijo več za nedoločen čas 40 let v eni službi. Se pravi, rekli so, državna uprava je tisti delodajalec, ki ti bo omogočal karierni razvoj, različna področja boš lahko menil. In tretji sklop, ta je pa zdaj za nas zelo zanimiv, pa se naj vsak pri vas vpraša, če je pripravljen kaj v zvezi s tem narediti, je, oni hočejo imeti ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Izjemno pomembno. Ne poklicnim in družinskim življenjem, poklicnim in zasebnim življenjem. Opazovali so svoje starše, opazovali so generacijo, eno pred njih, ki so svojo kariero pustili v službi cele dneve in imajo občutek, da niso bili ustrezno finančno kompenzirani in oni si tega ne želijo. Ne želijo biti cele vikende v službi, ne želijo biti 10 ur na dan v službi, želijo imeti svoj prosti čas. In so jim Belgijci rekli, te 3 elemente, so jim v kampanji rekli, vam ponujamo mi kot delodajalec. Recimo to kot primer. In odziv je bil fenomenalen, ker so s pravimi sporočili nagovorili to mlado generacijo. Zdaj pa še nekaj o tej mladi generaciji. Sej, en del te generacije imam doma, pa jih lahko opazujem. V mednarodnem okolju ji rečemo I generation. I. Zakaj? Ker imajo naslednje lastnosti. Da so individualistic, international, ta generacija so informed, so interactive in so informal. To so njihove lastnosti, ki jih pač ta generacija ima. Lahko so nam všeč, lahko nam niso, ampak to so lastnosti, ki jih imajo. Predvsem pa, kar si ta generacija želi, in mogoče je to pouk za nas, mislim, da povsod rabimo, ne samo v državni upravi, več vodij in manj šefov. Začnimo usposabljati vodje. Imamo dobre vodje in imamo slabe vodje. Vse to. In kot boste v nadaljevanju videli, pripravljamo na direktoratu to celotno zgodbo. Za selekcijske postopke, za karierni razvoj bo poskrbela Barbara v okviru uslužbenskega sistema.
za vlogo vodij pri variabilnem nagrajevanju, pri delovni uspešnosti, pri višjih plačah bo poskrbel Branko in ne pozabiti Mojca in Anja, digitalna mlajša generacija, bodo predstavljali model kompetenc in informacijski sistem. Vse te stvari so med sabo povezane. Vse te stvari delamo povezano, delamo jih hkrati. Zakaj? Zato, da se bomo nekega dne vprašali, tako kot v tej angleški karikaturi, je to ptič, je to avion? Ne, to je javni uslužbenec. Jaz se vam najlepše zahvaljujem. Peter, najlepša hvala. Jaz mislim, da boste mi še kar poslušali, ne? Tako da, kot sem rekla, res je izjemen govorec in mislim, da si krasno povzel našo zgodbo DJS-ja, tako da hvala lepa. In zdaj gremo že naprej, sledi uslužbenski sistem, kar bo predstavila naša Barbara. Barbara vestno, mirno, predvsem pa strokovno uravnava vse zakonske spremembe z področja uslužbenskega sistema. Kar nekaj stvari nam bo predstavila danes. Za odklop od tega, kar smo rekli, da vsi rabimo, pa se Barbara zelo rada poda na sproščena potepanja, uživa na morju, osvaja vrhove, peš in na smučeh, sicer pa je v obdobju, ko se doma kali ob najstniških izzivih. Kar pa se tiče tenisa, pa smo rekli, da me boste dobro poslušali, ne? Barbara Petra ne premaga, ampak si pa zmage izmenjuje z Brankotom. Barbara, izvoli. Hvala lepa, Breda. Predvsem mi je zdajle največji izziv imeti prezentacijo neposredno za Petrom Pogačarjem, ki je izvrsten govorec, tako da to je zdajle moj izziv. Tenis pa potem v nadaljevanju, a ne? Skratka, pozdravljeni tudi v mojem imenu, spoštovane udeleženke in udeleženci te konference. Jaz bom poskušala zdajle v tem času, ki ga imam na razpolago, vam predstaviti bistvene poudarke prenove uslužbenskega sistema. Torej, pri nas že več kot 21 let pravice in obveznosti javnih uslužbencev ureja Zakon o javnih uslužbencih. V 1. členu takoj postavi definicijo, kdo je javni uslužbenec, in sicer reče, da je to posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Kljub naslovu zakona pa pravzaprav ta zakon ne ureja pravice in obveznosti vseh javnih uslužbencev, ampak v drugem delu, tem obsežnejšem delu, v bistvu ureja pravice in obveznosti le za javne uslužbence, ki so zaposleni v organih državne uprave, drugih državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Vsi ostali zaposleni v javnem sektorju, torej tisti zaposleni v javnih skladih, javnih zavodih in javnih agencijah, pa v bistvu uporabljajo glede svojih pravic in obveznosti večinoma kar splošni zakon o delovnih razmerjih. Zdaj, ta naš zakon o javnih uslužbencih, ki trenutno velja, je nastajal okrog leta 2000. Takrat si je Slovenija prizadevala za vstop v Evropsko unijo. Večina evropskih držav je takrat začela z nekimi reformami uslužbenskih sistemov. Torej, enako kot ostale države si je Slovenija postavila za cilj, da bo javna uprava, državna uprava delovala po načelih strokovnosti, transparentnosti, učinkovitosti in predvsem tudi politične nevtralnosti. Takrat je prišlo do sprememb v tem globalnem gospodarstvu, pravzaprav so se na vseh področjih našega delovanja pojavljale zahteve po nekih učinkovitih, k uporabniku usmerjenih storitvah in tako enako tudi v javni upravi je bilo zaznati to težnjo, da mora delovati tako, da bo prijazna do uporabnika, da bo transparentna, da bo zelo učinkovita in da bo tako pač bila kot nek dober partner državi in gospodarstvu. Je pa res, da je takrat tudi prevladovalo prepričanje, ne, da javna uprava temu cilju malo slabše sledi kot gospodarstvo in zato v času priprave sedaj veljavnega zakona o javnih uslužbencih v bistvu zasledimo težnjo, da se nekako te dobre prakse iz gospodarstva prenesejo tudi v javno upravo. Kot sem že rekla, je v tistem času večina evropskih držav torej pristopilo k nekim reformam in povsod so v bistvu iskali ravnovesje med dvema zahtevama.
Na eni strani je bilo izrazita težnja po tem učinkovitem opravljanju javnih storitev, na drugi strani pa je bilo seveda treba omejevati javna sredstva oziroma porabo javnega denarja. In vse države so ugotavljale, da ravno usposobljenost in strokovnost javnih uslužbencev lahko pač znatno pripomore k doseganju tega cilja. In to smo v bistvu, tak cilj smo si pri vzpostavitvi takrat novega uslužbenskega sistema zastavili tudi pri nas. Ta zakon o javnih uslužbencih, ki se pravzaprav že več kot 21 let uporablja, je bil takrat eden modernejših zakonov v evropskem prostoru. Nastal je tudi ob upoštevanju vseh smernic Sigme, priporočil Evropske komisije. Pri nas pa je pomenil v bistvu bistveno spremembo v sistemu zaposlovanja v javni upravi. Saj je torej med drugim uvedel javni natečaj za zasedbo uradniških delovnih mest, tega prej nismo poznali. V bistvu je zgradil nek cel sistem delovnih mest, nazivov, napredovanja, ocenjevanja, potem uvedbo razgovorov, kadrovsko načrtovanje, uvedel je tudi uradniški svet, to je ta nov organ, ki skrbi za izbiro uradnikov na položaju, in pa takrat prinesel nekoliko drugačen pristop k zagotavljanju strokovnosti, ker je uvedel torej strokovni izpit za imenovanje v naziv. Danes seveda ugotavljamo, da so razmere precej drugačne kot tiste pred skoraj 25 leti. O tem so danes že govorili. Torej, kot smo rekli, priče smo res hitrim tehnološkim spremembam in družbenim sicer spremembam. To vse, s čimer se danes soočamo, vpliva tako na organizacijo, kot tudi na način dela v javni upravi in seveda preko tega tudi na položaj in obveznosti javnih uslužbencev, ki se kažejo danes drugače kot pa pred 20 leti. Ravno ta razvoj, torej tehnološke rešitve, digitalizacija, informacijsko-komunikacijski razvoj v bistvu danes pač povzroči, da drugače se obveščamo, drugače komuniciramo, drugače informiramo. Praktično smo se čez noč soočili z nekimi nepredvidljivimi izrednimi situacijami in se še vedno soočamo. In ravno v bistvu odpornost javnih uprav, odpornost držav na te globalne krize je pravzaprav bistvenega pomena. Na drugi strani smo rekli, da imamo torej demografsko situacijo, ves čas se soočamo z manjšanim številom prijav na prosta delovna mesta. Na tem grafu recimo je razvidno, koliko je bilo razpisanih prostih pripravniških delovnih mest z modro barvo, oranžna barva pa pokaže, koliko dejansko je bilo prijav na ta pripravniška delovna mesta v državni upravi. Zdaj, v luči vseh teh novih razmer so se v začetku leta 2022, se pravi prvi polovici leta 2022, tudi sestali evropski ministri za javno upravo, ki so pač o teh novih razmerah govorili in sprejeli deklaracijo, kjer pa v bistvu ugotavljajo, da v ospredju, ne glede na vse spremembe, še vedno je ključni element za učinkovito upravo, torej ustrezna usposobljenost, strokovnost in motiviranost javnih uslužbencev. Tudi Sigma se je v lanskem letu v bistvu ukvarjala z delovanjem javnih uprav. Izdala je Principles of Public Administration, to so načela javne uprave, ki so v bistvu nek okvir standardov in vrednot. Pravzaprav jih je izdala z namenom, da državam članicam Evropske unije pomaga pri njihovih reformah na področju uslužbenskih sistemov. Razdelila je celotno vsebino na nekih 6 tematskih področij in potem izoblikovala glede tega 32 načel. In praktično na podlagi vsega tega dogajanja, deklaracije ministrov, potem teh načel Sigme, je v začetku lanskega leta bila tudi na Ministrstvu za javno upravo sprejeta odločitev,
da se pristopi k prenovi uslužbenskega sistema. Kot je bilo danes tudi že rečeno, kot je minister povedal, je takoj v uvodnih razpravah pravzaprav bilo ugotovljeno, da je sedanji zakon o javnih uslužbencih kar kvalitetno izhodišče za prenovo, da vključuje nekatere rešitve, ki že danes služijo ciljem, ki jih ponovno si zastavljamo, vendar pa se je potem v tem 20 letih uporabe pokazalo nekaj pomanjkljivosti, ki jih je seveda treba odpraviti, hkrati pa vse te izzive, ki so se pojavili v času uporabe, tudi ustrezno nasloviti. Zakon je bil v sredini lanskega leta tudi poslan v javno razpravo, potem je bilo opravljenih kar nekaj krogov usklajevanja z različnimi deležniki, posebej mogoče izpostavim tudi usklajevanje z predstavniki sindikatov. Delali smo v okviru delovne skupine, ki je imela na eni strani predstavnike sindikatov, na drugi strani pač strokovne sodelavce, ki so sodelovali pri pripravi rešitev tega zakona, in moram reči, da smo pravzaprav skoraj v celoti besedilo predlaganih členov uskladili. Zdaj, kot sem že rekla, osnovni cilj je, da se vzpostavi nek preglednejši, učinkovitejši uslužbenski sistem, predvsem pa, da stremimo k temu, da se poveča strokovnost in neodvisnost javnih uslužbencev. Jaz bi na tem mestu izpostavila dve rešitvi, in sicer obe rešitvi, okoli katerih se še usklajujejo določena odprta vprašanja, pa tudi sicer sta bili te dve rešitvi, bi rekla, mogoče deležni tudi največ razprave v postopku usklajevanja. Ena od teh rešitev je prenova postopka zaposlovanja uradnikov in vzpostavitev centra za kadre. Torej, v predlogu novega zakona o javnih uslužbencih je predlagan drugačen postopek izbire uradnikov, ki sklenejo pogodbo za nedoločen čas. Torej, gre za to, da bi bila prva faza javnega natečaja centralizirana. Ob uveljavitvi tega zakona bi bil ustanovljen center za kadre in ta center za kadre bi bil enotna vstopna točka za delo v organih državne uprave in vseh tistih organih, ki bi pristopili v interni trg dela. Zdaj, v zakonu je predviden naslednji način. Torej, na nekem organu ugotovijo, da je prosto delovno mesto, uradniško delovno mesto za nedoločen čas. Posredujejo vsebino javnega natečaja centru za kadre, ki bo na enem mestu objavljal te javne natečaje. Kandidati se potem prijavijo preko e-uprave na javni natečaj in ta center za kadre v bistvu opravi prvi del, prvo selekcijo. Ta center za kadre bo najprej ugotovil, ali kandidat izpolnjuje pogoje za to delovno mesto, potem bo opravil enotni pisni preizkus, v katerem se bodo torej preverjale vsebine poznavanja državne uprave in pa lokalne samouprave. Tukaj moram poudariti, da je to osnovno poznavanje teh vsebin. Glede tega je bilo v postopku usklajevanja precej pomislekov, torej različnim deležnikom se je zdel ta preizkus nepotreben, da se je zdel ta preizkus nekaj, kar bo odgnalo še tiste kandidate, ki bi sicer se želeli prijaviti na javni natečaj, ampak vseeno torej menimo na Ministrstvu za javno upravo, da temu ni tako. Torej, potem, ko bo kandidat dosegel določeno število točk na tem pisnem preizkusu, pa bo opravljena še presoja temeljnih kompetenc in tisti kandidati, ki jih bodo, kjer bodo te kompetence ugotovljene, bodo potem se uvrstili na nek seznam in ta seznam bo posredovan organu, kjer je prosto delovno mesto, in ta organ bo potem nadaljevanje postopka izvajal sam. To pomeni, da bo sam določil merila za izbiro, da bo sam določil lahko tudi metode za oceno strokovne usposobljenosti in končna odločitev o tem, kateri kandidat bo v tem postopku izbran, bo vedno na predstojniku tega organa. Kot sem že rekla, torej v postopku usklajevanja tega predloga je bilo kar nekaj pomislekov, veliko razprave na to temo.
Predvsem je bila izražena bojazen, da bo tak postopek še podaljšal selekcijske postopke, pa bojazen seveda, da bo še odvrnil tiste kandidate, ki bi se sicer prijavljali na javni natečaj. Mi menimo, da temu ne bo tako. Nov postopek predvideva prijavo preko e-uprave, predvideva, da se ne bo več smiselno uporabljal ZUP, se pravi, odpadli bojo problemi z nepopolnimi vlogami, s pozivanjem na dopolnitev. Praktično bo zadeva informacijsko podprta na način, da te sistem niti ne spusti mimo, če ne označiš, poklikaš pač vseh kvadratkov, ki so potrebni. Potem zelo pomembno je, da bo možna povezava med temi državnimi evidencami, torej z evidenco kaznovanosti, potem recimo e-visoko šolstvo, vse to bo že preko sistema prijave na javni natečaj možno. Mi smo v okviru usklajevanja teh določb pa vendarle ugotovili, da verjetno bo za uveljavitev te rešitve potrebno neko prehodno obdobje. V tem obdobju bi bila priključitev centru za kadre prostovoljna. Ugotovili smo, da je to verjetno pametna rešitev, zato ker v tem času prehodnega obdobja želimo vseeno zagotoviti nemoteno izvajanje javnih natečajev, želimo v bistvu ustrezno vzpostaviti to informacijsko infrastrukturo, možnost, da testiramo ta sistem in podobno. Pri tem centru za kadre bi mogoče omenila še to, da v zadnjih letih so številne evropske države, tudi naše sosede, uvedle neke vrste centraliziranih izbirnih postopkov. Zdaj, ene države so šle v skrajnosti, so v celoti informatizirale, digitalizirale, nekatere tudi do polovice, pa potem se prepušča drugi del organom, prvi del skupen, skratka, različne države so se lotile tega na podoben način kot pri nas. Zadnja med njimi je Hrvaška, ki je uveljavila svoj nov zakon o javnih uslužbencih letos 1. januarja in ustanovila tudi svoj center za kadre. Druga rešitev, ki bi jo pa izpostavila na tem mestu, je pa pač rešitev, ki bi prinesla torej dvig strokovne usposobljenosti javnih uslužbencev. Tudi ta je bila predmet številnih razprav. Zdaj, v zadnjih letih, tako pri nas, kot seveda tudi v drugih državah, ugotavljamo padec ravni strokovnosti javnih uslužbencev. Zakon o javnih uslužbencih, ki danes velja, je v svoji osnovni verziji vseboval tudi zahtevo po opravljanju strokovnega izpita za imenovanje v naziv. V letu 2008 z novelo je bil ta izpit črtan. Ta izpit so verjetno tudi mnogi med vami opravljali, ni bil lahek, bil je precej zahteven izpit. In takrat, ko je predlagatelj se odločil za črtanje tega izpita, je zapisal v svojem predlogu za črtanje nekako tako, da je bolj kot eno v bistvu enkratno preverjanje tega znanja bolj pomembno, kaj javni uslužbenec pokaže pri svojem delu. Zapisal je tudi, da pravzaprav učinka, ki ga je ta izpit imel, da ta učinek ne opravičuje porabe denarja in časa, ki je bil namenjen izvedbi teh izpitov. To je bil razlog, da je bil ta izpit črtan, ampak neposredno potem je pa Sigma pravzaprav delala eno raziskavo o trajnosti reformskih procesov v vzhodni in v srednji Evropi in je v svojem poročilu, ki ga je takrat izdala, prav Slovenijo izpostavila in je zapisala, da je črtanje tega strokovnega izpita, da pomeni trajen odmik od upravnih standardov. Zdaj, glede na razmere, glede na ocene, da pač strokovnost javnih uslužbencev pač pada, v zadnjem času je predlog novega zakona o javnih uslužbencih šel v smer, da bi ta izpit ponovno uvedli. Izkazalo se je tudi v praksi, da ta nova rešitev, ki je potem nasledila prejšnji izpit, torej da grejo novozaposleni uradniki na neko usposabljanje za imenovanje v naziv, da ta rešitev pravzaprav ni bila dobra in da ni izpolnila pričakovanj glede tega, da se bodo uradniki pač na ta način seznanili z vsebinami, ki jih pri svojem delu nujno morajo poznati.
Tudi tukaj moram reči, da je bila ta rešitev deležna kar nekaj nasprotovanja. Enako spet iz razlogov, da se kandidati zaradi tega ne bojo prijavljali na izpite, a ne. Ampak tukaj moram povedati, ne, da je ta izpit zdaj, kot je predlagan, zastavljen na način, da bi preverjal vsebine poznavanja ustavne ureditve in pa ureditve inštitucij in prava Evropske unije. Se pravi, gre za dve področji, ki sta verjetno nujni pri delu, se pravi poznavanje teh vsebin pri delu uradnikov. In mi ocenjujemo, da to bi lahko res predstavljalo nek učinkovit mehanizem pri zagotavljanju te strokovnosti javnih uslužbencev. Izpit je zastavljen na način, da bi imel torej 2 stopnji, da bi se za zahtevnejša uradniška delovna mesta opravljal nekoliko zahtevnejši izpit, za manj zahtevna delovna mesta po vsebini nekoliko manj zahteven izpit, pa tudi zakon je predvidel možnosti, da določenim kategorijam uradnikov tega izpita ne bi bilo treba opravljati. To so tisti, ki so tak ali podoben izpit kdaj v preteklosti že opravljali, pa seveda tudi vsi tisti uradniki, ki že danes opravljajo zahtevne strokovne izpite na podlagi svojih zakonov. Seveda potem ni smiselno, da opravljajo še ta pač splošni izpit iz javne uprave. Torej, predlog zakona, ki je zdaj v javni razpravi in še v določenih točkah še predmet usklajevanja, vsebuje tudi nekaj drugih rešitev, ki zdaj posebej ne bom natančno izpostavljala, vse pa so usmerjene k temu cilju, ki smo ga, mislim, da vsi že danes večkrat izpostavili, to je krepitev strokovnosti, neodvisnosti javnih uslužbencev, pa da se vzpostavi nek pregleden uslužbenski sistem. In sicer to so rešitve, zakon se dotika tudi vsebine položajnih uradnikov, ureja na nek način tudi vršilce dolžnosti, potem vsebuje določbe, ki bodo omogočile oživitev štipendijske politike in pa seveda so vključene tudi določbe, ki zaradi predvidenih sprememb v prenovi plačnega sistema, torej spreminjajo nekoliko način napredovanja uradnikov v nazive. Za konec bi mogoče povedala še to, da se teh reform uslužbenskega sistema v zadnjem času praktično lotevajo v vseh naših sosednjih državah in državah v okviru Evropske unije. Predstavniki držav se srečujemo na teh mednarodnih sestankih in v bistvu vsi ugotavljamo, da imamo popolnoma enake izzive pred sabo in je nam zelo v pomoč to, da si izmenjujemo te dobre prakse v okviru mednarodnega sodelovanja in tudi ta naš predlog novega zakona o javnih uslužbencih sledi najboljšim praksam ostalih evropskih držav, ki so se tega lotile, mogoče že nekoliko pred nami, pa so v tem času lahko že tudi naredile neko evalvacijo, kako se določene rešitve obnesejo. Se pravi, vsi imamo nekako enake izzive, vsi pa ugotavljamo na teh sestankih vedno, da ključni element za učinkovito državno upravo so še vedno strokovni, odgovorni in pa motivirani javni uslužbenci. Hvala. Barbara, najlepša hvala. Držimo vsi pesti, da bo zagledal luč, tale zakon, tako da verjamemo, da bo z vsemi svojimi izboljšavami in novostmi. Branko. Branko je nas car na področju plačne zakonodaje in večni pogajalec, a ne Branko? V njegovi družbi ni nikoli dolgčas, na predavanjih včasih tudi kaj zapoje. Sicer pa zelo rad meče na koš, mojstersko premika šahovske figure, kolesari pač ne, to mi je povedal. Že dalj časa pa kupuje nov teniški lopar, zato da bo premagal direktorja. Ker pravi, da je ravno to vzrok. Tako da, Branko, evo, ti pustimo tvoje plačne izzive in čim prej ponov lopar. Hvala lepa za to zanimivo najavo. Zdaj, mi se lahko, ne vem sicer, če vas to zanima, ampak mi se lahko šalimo v zvezi z marsičim, ampak ene stvari se pa ne dovolim.
da mi pred 200 ljudmi direktor govori, da me je premagal v tenisu, to se še ni zgodilo in se ne bo. Ampak kar je pa še hujše, zdaj mi grozi s ping-pongom, pazi, in še šahom. Tako da jaz vem, da vas to ne zanima, ampak ne morem biti boljši od njega, pa se mora to povedati. Tako da tukaj nič ne bo z tega, dragi moj direktor. Kar pa je res in kar je treba povedati, pa to ne govorim zato, da mi boš dal večji POD, ne? Mislim, pusti. Da je eden večjih dosežkov v zadnjem času našega direktorja bil, da je izjemno dobro vodil delovno skupino za usklajevanje novega zakona o skupnih temeljih sistema plač. To mu tudi vsi priznavajo, tudi na sindikalni strani. No, in to je pa tisto, ne, kar je že zdaj malo bliže tej moji temi, o kateri bi danes rad govoril. Torej o tem, torej o tej temi, ki vam želim povedati v grobem, kajti zelo konkretno niti ni časa, pa tudi ne morem vam povedati, kajti zakon še niti ni bil vložen v zakonodajni postopek. Danes podpisujemo izjavo s sindikati, torej to je ta zdaj formalni zaključek usklajevanj zakona z socialnimi partnerji ob dveh danes in potem seveda jutri je predvideno, da bi ta zakon šel na sejo vlade in potem najkasneje v petek mora v državni zbor, če bi želeli, da bi bil sprejet na oktobrski seji, kar pa seveda izjemno pomembno, če želimo, da ta nov plačni sistem zaživi s 1. januarjem. Ne. Torej, zelo natesno smo s časom, smo tudi zaradi tega v zadnjih dnevih še nekoliko bolj obremenjeni, ampak jaz verjamem, da nam bo to uspelo in da bodo potem tudi poslanci, ne, zakonodajna veja je pa zakonodajna veja, ampak da bodo poslanci sledili temu, kar bomo danes podpisali, torej to vsebino, ki upam, ne, da bojo podpisala večina sindikatov, kot rečeno na delovni skupini, tej strokovni je pa že besedilo zakona usklajeno. Zdaj, kot rečeno, mi se pravzaprav sindikati pogajamo že od leta 2023, tam imamo en dogovor iz oktobra 2022, da se moramo dogovoriti o dveh zadevah. Eno je prenova plačnega sistema. Zdaj, ko bo zakon objavljen, ne, na spletni strani Državnega zbora, takoj potem, ko bo poslan zakonodajni postopek, boste videli tudi v uvodnem delu zakona, ne, in razlogih, zakaj sploh gremo v prenovo plačnega sistema, boste videli dejansko, da je ta sistem potrebno prenoviti. Dejansko ne dajo odgovorov več na nekatere zelo pomembne izzive današnjega časa. Najbrž se boste spomnili, da je velikokrat kdo reče celo med sindikati, ne, na to opozarjajo, da ne dobimo več ljudi v javni sektor, ne, da so plače zlasti za ta vstopna delovna mesta, ne, to po končanem formalnem izobraževanju zelo nizke, da so blizu minimalne plače, ne, da praktično ni razlik med tistimi poklici, ki morda niti ne potrebujejo kakšnih posebnih znanj, izobrazbe posebne formalne in med tistimi, ki potrebujejo univerzitetno izobrazbo, tako da to absolutno je potrebno urediti. Najbrž ta izziv bo tudi za naprej še ostal, ne glede na vse te določbe novega zakona, kako dejansko nasloviti ta problem ponudbe povpraševanja na trgu dela, ne? Ker gotovo plače niso edini problem. Ampak, če zdaj na začetku takoj povem, plače, če bo ta reforma uspela, kajti gre za paket, ne? Zakon je nujni pogoj, da reforma uspe, nikakor pa ni zadostni, ne? Zakon je samo eden od aktov, brez katerega reforme, prenove ni. Nenazadnje plačna lestvica, ta nova plačna lestvica, o kateri bom nekaj zdajle povedal, je del zakona, to je zakonska materija, ne? Tako da, če zakona ne bi bilo, ne, potem seveda ni prenove plačnega sistema, obratno pa ne velja, ne, če pa zakon bo, pa še ne pomeni, da se bo zgodilo tisto, kar bi si vsi želeli, saj mi bomo morali torej potem v nadaljevanju skleniti kolektivno pogodbo za javni sektor, 13 kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev in potem še nekaj podzakonskih predpisov. Vse to nas čaka, si predstavljate, zato, da bi potem lahko 1. januarja, ne, to je praktično čez 3 mesece, ne, vstopili v nov plačni sistem. Ampak jaz verjamem, no, da smo na pravi poti, ampak še enkrat, je to pot. Zakon je sam en del te poti. Zdaj, kot rečeno, podrobnosti ne morem iti, ampak predstavil bom pa te ključne novosti, no, po posameznih inštitutih, ki so se mi zdele kot nek izbor, primerne za ta izbor, za današnje srečanje. Najprej
nova plačna lestvica. Vi poznate sedanjo plačno lestvico, priloga 1 sedaj veljavnega zakona o sistemu plač v javnem sektorju ima od 1 do 66 plačnih razredov in če pogledate, da je zdajle višina minimalne plača enaka znesku plačnega razreda, torej 26. že, potem ugotavljamo seveda, da je veliko ljudi, mislim, da smo jih našteli okrog 30 000, je v javnem sektorju pod minimalno plačo in jim seveda doplačujemo zato, da lahko dobijo minimalno plačo po zakonu o minimalni plači. Ta nova lestvica naj bi ta problem rešila, sicer ga ne bo mogla rešiti kompletno, ker če bi želeli, da je ta problem rešen, tako kot bi morda moral biti, ne vem, potem bi morali dejansko vrednost plačnih razredov plačne lestvice vedno usklajevati točno za toliko, za kolikor se uskladi minimalna plača. Ampak makroekonomisti bodo si takoj povedali, da če bomo višali plače, torej usklajevali vrednost plačnih razredov plačne lestvice za toliko, za kolikor bo inflacija, potem dejansko generiraš inflacijo. Tako da to ne bo šlo, je pa res, da ob vstopu v sistem bo prvi plačni razred enak višini minimalne plače v letu 2024, to je zdaj približno 1240 evrov. Drugo, kar je pomembno, najvišji plačni razred te lestvice bo 7-kratnik tega zneska. V najvišjih plačnih razredih, kot veste, so najvišji predstavniki oblasti, predsednica republike, vlade, državnega zbora, ustavnega in vrhovnega sodišča. Torej 7-krat to je znesek, ki naj bi pomenil osnovno plačo teh najvišjih predstavnikov oblasti. Kar je zelo pomembno, razmak med plačnimi razredi ne bo več 4%, ampak 3%. Zdaj po eni strani je to seveda razumljivo, ker če postaviš prvi razred na minimalno plačo, zdaj jih imaš pa 26 od spodaj, če bi ohranili 4% razmerja, potem bi to učinek ne bi bil milijarde pa 400, kaj takega, vse skupaj celega paketa, koliko je zdaj zaenkrat ocenjena vrednost te prenove sistema, vključno z odpravo nesorazmerij, nekje okrog milijardo 400, milijardo 500, ampak bi to bilo bistveno več kot 2 milijardi, morda celo 3 ali več milijard. Tega denarja seveda ni. Tako da en razlog, da se je šlo iz 4 na 3%, je gotovo tudi javnofinančni, po drugi strani pa to daje določeno prednost. Če je res v spodnjem delu lestvice zaradi tega zagrešena neka kompresija, je pa v zgornjem delu plačne lestvice nastane dovolj manevrskega prostora, da se lahko ustrezneje postavijo razmerja med funkcionarji, direktorji na eni strani in javnimi uslužbenci, kajti kot veste, ta razmerja so sedaj popolnoma porušena in ob dejstvu, da funkcionarji, tudi direktorji praktično dodatkov ne prejemamo, pa tudi opravljajo delo preko polnega delovnega časa, če tako rečemo, da nimajo pravzaprav nobenih dodatkov, da tudi glede delovne uspešnosti seveda se v bistvu na drugačni višini izplačuje pri direktorjih, pri funkcionarjih pa pravzaprav ni. Se seveda pol ne smemo čuditi, zakaj med prvimi 1000 najbolje plačenimi v javnem sektorju ni recimo predsednika vlade ali predsednice republike, ali pa zakaj ministrov ni, so tam blizu 2000. mesta. Seveda, ker ko govorimo o plačni lestvici, govorimo o osnovnih plačah. Plače pa sestavljene še iz dodatkov in uspešnosti. In če ti dveh elementov nimaš, je logično, da te potem nekateri prihitijo. Tako da tega ne bomo odpravili s prenovo plačnega sistema. Še vedno bo mnogo zdravnikov na koncu meseca dobilo višje izplačilo plače, govorim celotne plače, kot bodo recimo sicer najvišje osnovne plače v javnem sektorju. Ampak bo se pa to razmerje nekoliko gotovo znižalo. Zdaj, naslednja stvar, javni uslužbenci, kot sem rekel, ne bodo pod minimalno plačo, ne glede na to, da bo z leti se nam spet zgodilo, da bo prvi plačni razred nekoliko zaostajal za višino minimalne plače, ker ne bomo mogli 100% usklajevati vrednosti plačnih razredov z minimalno plačo. Nekateri so potem govorili, da bi morda morali poseči v zakon o minimalni plači, pa ta mehanizem usklajevanja, ker to je neodvisno od plačnega sistema, da se razumemo, to je avtonomen, poseben zakon, ampak kot veste, tudi v koalicijski pogodbi je to kot nekaj svetega zapisano, da se v ta mehanizem, torej usklajevanja minimalne plače, ne posega. No, ampak ne glede na to,
smo pa dosegli zdaj nekaj, kar je skoraj da zgodovinskega, če tako rečem. Ne. To v mandatu nobene vlade ni do sedaj uspelo. Mi smo se že dogovorili, in to piše zdaj tudi v zakonu, tem, ki bo šel, upam, da vsak čas v zakonodajni postopek, da če ne bi prišlo do dogovora z socialnimi partnerji o uskladitvi vrednosti plačnih razredov, plačne lestvice, torej to, kar smo zdaj leta in leta zanemarjali, zaradi česa so seveda realno plače padale. Če se spomnite odločbe Ustavnega sodišča v zvezi s plačami sodnikov, so hitro izračunali, da je 26,2% so jim realno plače padle od leta 2012. Zdajle se to več naj ne bi dogajalo. Torej, dogovorili smo se, da če se ne bomo zmenili, za koliko se uskladijo plače, avtomatično nastopi določba zakona, ki pomeni, da se bodo vrednosti plačnih razredov uskladile za 80% inflacije. Nekateri pravijo, da je to dosti nevarna določba, je pa res, da nekatere države to že poznajo. Recimo Belgija je ena takih držav, kjer imajo avtomatično indeksacijo. No, to je eden, moram reči, od dosežkov, seveda, ki do zdaj ni bil nikoli niti na mizi, ne, večkrat se je odpiralo, ampak tako resno, da bi celo v zakon to zapisali, tega seveda do zdaj ni bilo. Zdaj, ko govorimo o odpravi plačnih nesorazmerij, govorimo seveda o nesorazmerjih v osnovnih plačah, ne. Tu bo seveda odvisno, v kakšni obliki, s kakšno vsebino bodo sklenjene vse te kolektivne pogodbe, o katerih sem prej govoril. Kajti mi v javnem sektorju praviloma, ne, plačne razrede javne uslužbence uvrščamo, delovna mesta uvrščamo s kolektivnimi pogodbami, ne. Tako da to nas še čaka, v zvezi s tem potekajo stebrna pogajanja. Jaz mislim, pa še nekateri moji kolegi, da bi morali že počasi pa res, ali pa zelo na hitro to zaključiti, ne. In to, kar je na mizi, preliti v kolektivno pogodbo. Bomo videli, kako bo zdaj s tem, ampak vse to se bo odvilo v oktobru. V oktobru bo moralo biti vse znano. No, ampak to, kar je pomembno, to, da bomo imeli više plače, ne, se ne bo zgodilo naenkrat. Javnofinančno tega ne bi prenesli, tako kot leta 2008, ko smo vstopali v tisti nov plačni sistem, veste, da smo imeli tranše 4/4, nekaj podobnega se bo zgodilo zdaj. Ne. Torej, smo že se zmenili, da bomo imeli tranše, in sicer 1. januar 2025 prvo izplačilo više plače, pa potem 1. oktober 2025, pa potem 1. 6. 2026, pa 1. 12. 2026, pa 1. 7. 2027 in zadnja tranša, torej tisto, kar bo še ostalo za izplačilo, ne, 1. 1. 2028. Večina oziroma javni uslužbenci, ki so sedaj deležni najnižjih plač, rečemo temu spodnja tretjina plačne lestvice, ne, bodo izplačani, torej bojo više plače prejeli že v prvem ali pa potem najkasneje v drugem letu. Ne. Torej do konca leta 2026 bo že zelo veliko javnih uslužbencev imelo v celoti izplačane više plače. Je pa res, da tisti, kjer so pa te razlike, ne, kjer so pa ta nesorazmerja toliko višja, ker se jim niso te plače ustrezno višale oziroma usklajevale preteklosti, tam bo pa potem tista zadnja tranša precej višja in to bo od 1. 1. 2028, logično. Ne. Zdaj, kako bo s funkcionarji, o tem ne moramo govoriti, ker o tem še odločitev ni znana, tako da domnevam, da bomo potem delali čistopis po seji vlade jutri, ker to je tudi politično zelo občutljivo področje. Če ste videli ta 7-kratnik minimalne plače, ne, to pomeni, da bi nekateri šli gor, funkcionarji recimo tudi za 2000 in več, 2500 evrov, ne, in sindikati seveda, ker jih to zelo boli. Ko gredo javni uslužbenci pa samo 500 evrov ali pa 400 evrov gor, ne, pravijo, da to si ne bi smeli privoščiti. Ne. Tako da, kljub temu, da se mi ne pogajamo o plačah funkcionarjev sindikati, ker to ni materija kolektivnih pogodb, je to nek razmislek, ki je veliko bolj politični kot strokoven, ker če bi mene osebno vprašali, si jaz niti 5 sekund ne bi s tem ukvarjal in bi plača funkcionarjem že zdavnaj dvignil, ne, pa direktorjem pa itak. Tako da, ampak politično je pa seveda to zelo pomembno vprašanje. Ne. Tako da s tem še točno ne vemo, kako bo. Potem tudi v tem vmesnem obdobju, ko bomo odpravljali nesorazmerja, torej vključno do 1. 1. 2028, bomo usklajevali plače z inflacijo, z delom inflacije.
Ne? V dogovor smo že zapisali, da se bo to zgodilo tako, da če bo inflacija presegla v letu 2025 pač ne bo usklajevanja, ne, ker je ta prva tranša in bi javno finančno to pomenilo prevelik zalogaj, ampak v letu 2026 ne, se bodo plače uskladile, mislim, da je od 1. aprila, če bi inflacija presegla 1,8%, potem bi se za ta delež nad 1,8% v celoti uskladile plače. Ne. Tako da tudi v tem prehodnem obdobju je nekako že sprejeto, da bi preprečili to pretirano realno padanje plač, ne, in da ne bi nam inflacija pojedla to, kar smo se zmenili dejansko kot odprava nesorazmerja. Ne. Tako da tudi za prehodno obdobje velja neko usklajevanje z inflacijo, sistemska določba, ta 80% inflacije pa potem nastopi z letom 2029. Zdaj to, kar verjamem, da vas zanima, ne, in kar je popolnoma nestrokovno, ne, ampak mislim, zdaj boste rekli, kako lahko rečem, da je nestrokovno. Ja, z vidika teorije lahko rečem, ne, ker poznam pač teorijo upravljanja s kadri, kar se tiče ocenjevanja, ne, posledično napredovanja. Mi ne znamo peljati postopkov ocenjevanja v javnem sektorju, to ne velja samo za upravo. Zdaj, če boste rekli, da sem predrzen, ne, potem si pogledajte podatke. Na spletni strani imamo objavljeno za državno upravo podatke in boste videli, da imamo ministrstva, kjer je 97% ljudi odličnih, ne, na 5-stopenjski lestvici. Mislim, to pomeni norčevanje z ocenjevanja. In če mi tega, ampak pazite, saj v javnem sektorju ni dosti boljš, ne. Tam je pa med 60 in 80%. Ne. Tako da, a veste, normalno bi bilo, če gre za družben pojav, ker ocenjevanje je družben pojav, vseeno moramo, ne, tistega gospoda matematika Gaussa malo priklicati, na veliki populaciji deluje ta normalna distribucija in to je nevzdržno stanje. Ne. Tako da potem so socialni partnerji tudi rekli, če je temu tako, in tudi na vladni strani smo se strinjali, potem je bolje, da ocenjevanja nimamo. Ne smemo biti preveč ponosni na to, ne, da ga ne bomo imeli, ampak takšnega kot zdajle boš, da ga ne izvajamo. Se pravi, ocenjevanja ne bo več, pozor, ocenjevanja za namen napredovanja, ne, v plačnih razredih. Seveda bo pa še vedno neko ocenjevanje moralo stati za namen nagrajevanja delovne uspešnosti, pri čemer je predvideno, da bi ti kriteriji za nagrajevanje delovne uspešnosti bili določeni v kolektivnih pogodbah dejavnosti. To je zelo zahtevno početje, ne, uskladiti se s sindikati, če imate materijo, ki je del kolektivne pogodbe, se seveda moraš pogajati s sindikati, ne, se ne moreš enostransko v to posegati. Zato je tudi v zakonu varovalka, da če ne bi prišlo do dogovora o kriterijih v kolektivni pogodbi, bo sedanji sistem nagrajevanja delovne uspešnosti ostal v veljavi. Torej, tako kot imamo sedaj, ne, kljub temu, da sistemsko, kot bom zdajle povedal, zdajle to spreminjamo, to področje nagrajevanja, ne. Torej, ocen ne bi imeli, bi pa imeli napredovanje po določenem obdobju za te začetnike, mlajše kadre, 2x po 2 leti, že po 2, zdaj veste, da prej kot po 3 letih ni možno napredovati, ne, moraš imeti 3 ocene, pa 3 leta mora miniti, ne. Zdajle bi lahko napredovali že po 2 letih, pa potem v nadaljevanju v višjih razredih 4x po 3 leta, pa potem 4 leta. Skratka, malo gre tako stopničasto, v višjih razredih, ko ste malo kasneje, ampak v bistvu bo šlo za avtomatizem, brez ocene, razen, če bi se zgodilo kaj hudega. Ne? In na to se navezuje to, kar bom zdajle povedal, torej delodajalec bo imel možnost zadržati napredovanje. Zdaj, kateri kriteriji morajo pri tem biti upoštevani, so določeni v zakonu, ne? Tu bo zadaj seveda poseben postopek tudi uveljavljanja pravnega varstva, ampak možno bo zadržano napredovanje. Jaz osebno sicer mislim, glede na dosedanje izkušnje, da se bo to zgodilo zelo redko ali skoraj nikoli. No, ampak to, kar pa je vsaj tako pomembno, ali jaz mislim še bistveno bolje, pa to, da bo imel možnost pospešenega napredovanja. Torej, lahko bo 10% zaposlenih pri delodajalcu pospešeno napredoval, kar pomeni, da bo napredovali za 2 plačna razreda. Sicer bodo napredovanje možno samo za 1 plačni razred. Ne? In tudi zato so seveda kriteriji, smo pa v zakon dali kvoto zato, ker pač ne zaupamo vodjem. Sindikati nas na to vedno znova opozarjajo, da imamo vodje, ki niso, če zdaj tako malo grdo rečem, vredni, ne, zaupanja. Distribucija ocen ravno to kaže tudi, ne. In so rekli, če je temu tako, potem njim ne moremo dati prostih rok, dajmo v zakon vnesti kvoto, torej 10%. Ne.
Drugačna ureditev nagrajevanja delovne uspešnosti seveda pomeni združitev redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Zdaj, zakaj to počnemo? Zaradi tega, ker se nam zdi, da je to vnaprejšnje dogovarjanje, ne? Zlasti, ko gre za povečan obseg, da je sklepanje dogovor in tako naprej, da je to neko administrativno breme, velikokrat se vam potem zgodi, da se v tistem mesecu ne zgodi to, kar piše v dogovoru, ne? Pa ne moreš biti nagrajen, si pa delal nekaj drugega, pa si tudi opravil delo po večjem obsegu, ampak ker ni v dogovoru, seveda ne moreš biti nagrajen iz tistega naslova. Tako da smo mislili, da bomo zadeve poenostavili, če bomo redno delovno uspešnost in povečan obseg dela združili. Tržna uspešnost, no to pa za upravo niti ni tako relevantno, ampak delovna uspešnost za naslov prodaje blaga in storitev na trgu pa naj bi ostala taka, kot je, s tem, da bi na individualni ravni bila omejena. Zdajle pa ni omejena. Ne? Zdajle ste omejeni s tržno uspešnostjo 50% ustvarjenega presežka, ne? Na individualni ravni pa lahko dobite vseh teh 50%, lahko dobi en človek. Ne? Zdajle so sindikati tudi izpostavili to, da bi to morali omejiti in to zdaj omejujemo. To, kar je popolnoma novo, a sem že čez? To, kar je, ja, taka tema je, ne, če ste me že povabili, kaj smo zdaj, ne? Zakonsko določeni pogoji, kdaj je možen spregled zahtevane stopnje izobrazbe. To je tudi nekaj, kar je popolnoma novo. Mi smo se s tem veliko ukvarjali tudi sindikati. Tudi sindikati so na to opozorili, da imamo določena delovna mesta ali poklice, ki niso regulirani. Zdaj pri spregledu izobrazbe seveda ne govorimo o reguliranih poklicih, ne? Vemo, ne, učitelji, zdravniki, pravniki, izobraževalniki. Govorimo zlasti o tistih delovnih mestih, kjer so pogoji za zasedbo manj zahtevni, ne, tudi glede formalne izobrazbe, tam do 6. tarifnega razreda, da bi lahko pod jasno določenimi pogoji v zakonu, ti pogoji bodo zapisani v zakonu, lahko tudi nekoga, ki nima ustrezne izobrazbe, dali na delovno mesto. Ne vem, naj dam primer. Vzdrževalec, ne, ki je v 5. tarifnem razredu, ne, zdajle, vodja vzdrževanja je pa v naboru delovnih mest v 6. tarifnem razredu. On tam dela že 15 let in zdaj bi on moral iti šolo delati višjo, ne? Zato, da bo vodja vzdrževanja. Nekako se nam je zdelo smiselno, ne, da bi lahko najprej za določen čas in potem tudi za nedoločen čas, če ni prijavljenih kandidatov z ustrezno izobrazbo, lahko ti ljudje opravljali potem delo tudi na delovnem mestu z višjo stopnjo zahtevnosti. Posebna kategorija je v zakonu predvidena za IT-ovce, torej informatike. Tam smo nekoliko bolj sprostili to zgodbo s pregledom izobrazbe, tako da bodo lahko tudi na delovna mesta zahtevanim 7/2 tarifnim razredom šli, ne? Seveda, če bodo izkazali ustrezne kompetence in imeli ustrezne delovne izkušnje. Ne? Tako da nekoliko smo to polje formalne izobrazbe, ne, zrelativizirali oziroma neutralizirali. Gotovo pa bo še vedno izobrazba zelo pomembno sidro, zelo pomemben kriterij. Fleksibilnejša je določitev osnovne plače za novo zaposlene in že zaposlene, možnost prenosa oziroma določitve za 10 plačnih razredov višjega plačnega razreda na podlagi soglasja. Zdaj veste, da imamo +5 na podlagi soglasja, to je bilo 20%, zdaj po novem, ker je razmak med razredi 3%, 10 zdaj pomeni 30%, torej za 10% to polje povišujemo, tudi ga nekoliko bolj fleksibilno postavimo, tako da mislim, da bodo delodajalci lahko bolje, kar se tiče tega, upravljali s kadri, ne, in če bodo seveda znali diferencirati med ljudmi, ki dejansko si zaslužijo, ne, da so po osnovni plači višje vrednoteni, ne da bi kar vse dali gor, ker tudi tu smo zaradi tega kvoto predvideli, ne, mimogrede, potem bo to lahko zelo dobra praksa. In glede tujine, samo še 2 stvari bi vam želel povedati. Glede tujine, torej bo nov zakon, ki bo urejal plače za delo v tujini in tudi druge prejemke javnih uslužbencev. Zdaj veste, da je to uredba, ne, izdana na podlagi sedanjega zakona. Ta zakon je v pripravi. Seveda, ker je pa to zahtevna materija in se bojimo, da morda ne bi uspeli do 1.1. ta zakon uveljaviti, smo potem zakon ta sedanji, ki bo šel v Državni zbor, zapisali, da če to do takrat ne bi bilo, velja uredba in bomo pa morali uredbo seveda spremeniti. Kajti tudi plače za delo v tujini bomo morali, če tako rečem, odpravljati nesorazmerja, ne. To gre vedno sporedno. Kadar v domovini višjiš plače, višjiš tudi v tujini. In še morda to zadnja stvar, ne, določitev konkretnih primerov, kdaj je dolžan javni uslužbenec vrniti preveč izplačan znesek plače. Tukaj se boste spomnili tiste sodbe Vrhovnega sodišča z leta 2016, ne, kjer je reklo sodišče, da
da taka pogodba ni nična, če je nezakonito določena plača v pogodbi, delavec je šibkejša stranka in tako naprej. Pravzaprav skoraj da ni bilo primerov, ko bi ljudje vračali, preveč izplačane zneske plač. Glede na to, da je tu javni interes zelo močan, da gre za javno financiranje, bo zdaj v zakonu taksativno našteto, v katerih primerih pa mora javni uslužbenec vrniti preveč izplačano plačo. Recimo, položajni dodatek znaša največ 12%, on bi prejemal pa 20%. Ali pa delovna uspešnost se bo izplačala največ 30%, on bi 50%. To so taki primeri. Ali pa ne vem, ima položajni dodatek, pa sploh ni na položaju. Je pa taksativno v zakonu zdaj to našteto. Evo, to je, kar sem vam jaz želel povedati zelo na grobo, več boste pa pol prebrali, ko bo objavljen zakon na spletni strani Državnega zbora. Hvala lepa. Branko, hvala. Evo, hvala ti lepa, zanimivo, dobro in res iz prve roke. Tako da mislim, da naporni tedni so za vama in še nekaj jih je tudi pred vama pač v pogajanjih naprej. Zdaj se pa premaknemo malo naprej na razvoj zaposlenih. Tukaj pa zdaj vstopata v ospredje Mojca in Anja. Začela bo Mojca, ki je naša ustvarjalna mravljica, v službi veliko planira in bdi nad gradnjo ISA-muze. Zagrizla je celo v poznavanje tehnoloških izzivov, kar ni enostavno. V prostem času pa svojo ustvarjalnost raje posveti pripravi kakšnega lepega kosa nakita, ki jo krasi tudi danes. Zadnje čase pa se intenzivno ukvarja s coachingom, ki ga že uspešno preizkuša tudi v praksi. Uživa v dobrih glasbenih dogodkih, rada gre na morje, pri športnih izzivih pa da prednost plesnim korakom pred igro tenisa. Mojca, izvoli. Najlepša hvala, Breda. Lep pozdrav sem skupaj tudi v mojem imenu. V nadaljevanju bi se dotaknili še ene teme, ki je izredno pomembna za učinkovito delovanje državne uprave, in to je vsebinski razvoj in pa digitalizacija kadrovskih procesov. Zdaj, v luči našega slogana Ključ do boljše uprave v ljudeh bi na tem mestu izpostavila dva že zaključena projekta, ki smo jih razvili oziroma uspešno zaključili na našem sektorju za razvoj kadrov in na katere smo tudi zelo ponosni, moram priznati. In sicer prvi projekt je vzpostavitev kompetenčnega modela v organih državne uprave, jaz verjamem, da ste vsi za njega že slišali, in pa tudi vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v organih državne uprave, ki smo ga poimenovali ISA-muza. Zdaj, v okviru ISA-muza smo seveda informatizirali tudi vzpostavljen kompetenčni model in pa tudi nekatere ostale kadrovske procese, ki jih bomo tudi v nadaljevanju seveda na kratko pa bom predstavila. Pa si poglejmo za začetek predstavitveni film o samem informacijskem sistemu MUZA. Zdaj, predno v tem času, ko bo Anja pripravila samo prezentacijo, bi mogoče na tem mestu res poudarila odlično sodelovanje Ministrstva za digitalno preobrazbo oziroma Direktorata za informatiko še takrat pri sami vzpostavitvi informacijskega sistema MUZA in pa tudi Direktorata za javno naročanje. Se pravi, vse se da skupnimi močmi, seveda pa brez podpore vodstva, tako na ravni direktorata in pa tudi na najvišji ravni ministrstva in pa odličnega sodelovanja s sodelavci različnih sektorjev ne bi dosegli tega cilja. Evo, zdaj pa naprej. Vsi uspešne državne uprave so usposobljeni, zavzeti in predani javni uslužbenci, zato je pomemben nenehen razvoj na področju ravnanja z zaposlenimi. Uvajanje novih tehnologij ter nenehne družbene spremembe imajo vse bolj pomembno vlogo pri oblikovanju načina delovanja uprave in posledično zagotavljanja kakovostnih javnih storitev državljanom. Zato smo za zaposlene, vodje in kadrovike razvili sodobno informacijsko-kadrovsko orodje imenovano ISA-muza, ki je del celovitega ravnanja z javnimi uslužbenci. Digitalna podpora z vsebinsko posodobitvijo in nadgradnjo kadrovskih postopkov predstavlja pomemben prispevek k optimizaciji delovnih procesov in strateškemu ter učinkovitejšemu upravljanju zaposlenih. ISA-muza vodjem in kadrovikom omogoča, da se posvetijo izvedbi razvojnih pogovorov, presoji kompetenc in načrtovanju razvojnih aktivnosti, kar prispeva k učinkoviti uporabi potencialov javnih uslužbencev. Skupaj z zaključevanjem kadrovskih služb in javnih uslužbencev interni trg dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave, ki je prav tako informatizirano v okviru ISA-muza, pa
pa sledimo cilju pravi ljudje na pravih delovnih mestih. Zagotovitev spodbudno delovno okolje. Pridružite se IS Muza. Tako, to je naš predstavitveni video. Sedaj pa nadaljujemo. Seveda Anja preizkuša svoje digitalne kompetence, odlično ji gre. In lahko, evo, nadaljujemo. Hvala. Tako. Odlično. Bravo. Hvala. Zdaj, če povzamemo, kar je že bilo predstavljeno v samem videu, se pravi v okviru informacijskega sistema Muza smo informatizirali oziroma oživeli seveda interni trg dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave. Poleg tega pa smo tudi vsebinsko prenovili in pa informatizirali proces izvedbe razvojnih pogovorov, v okviru katerih se presojajo tudi kompetence. Na podlagi izvedenih razvojnih pogovorov in presoje kompetenc nastaja tudi zbir potreb po usposabljanjih, ki jih potem iz samega informacijskega sistema lahko avtomatično pridobijo kadrovske službe in pa seveda tudi upravna akademija v anonimizirani obliki. Zdaj, da bi zagotovili čim bolj optimalno delovanje samega informacijskega sistema, smo zagotovili številne integracije. Najbolj pomembna je integracija s sistemom mFERAC, kar pomeni, da se vsi podatki v sam informacijski sistem avtomatično prenašajo in tudi dnevno osvežujejo. Se pravi, kadrovske službe, vodje in javni uslužbenci, ko vstopijo v sam informacijski sistem, imajo te podatke že vse osvežene. Integracijo smo seveda zagotovili tudi z dokumentnima sistema Krpan in pa SPIS, z informacijskim sistemom upravne akademije in pa tudi z Outlookom. Zdaj, kar se tiče samega informacijskega sistema mFERAC, za to integracijo smo mogli zagotoviti seveda pravno podlago in na tem mestu bi res tudi pohvalila potem tudi sodelovanje na najvišji ravni, da je bil seveda posluh, da se ta integracija vzpostavi. Okay. Zdaj v nadaljevanju bi nekaj besed namenila samem kompetenčnem modelu. Zdaj, kot vemo, je za uspešno upravljanje dela, v bistvu so za uspešno upravljanje dela in doseganje zastavljenih ciljev poleg formalne izobrazbe in pa strokovne usposobljenosti, ki je seveda nujen pogoj za zasedbo delovnega mesta, pomembne tudi mehke veščine oziroma kompetence. Zdaj, kaj to v praksi pomeni? Pomembno je, kako delujemo v timu, pomembno je, ali smo proaktivni, ali smo samoiniciativni, pomembno je, kako delujemo pod stresom. In da bi lahko preverili, kako močno imamo razvite te kompetence, smo seveda vzpostavili tudi naš kompetenčni model. Razdelili smo ga na 3 sklope in sicer prvi sklop predstavljajo temeljne kompetence, ki se presojajo pri vseh zaposlenih, ne glede na to, kakšno delo opravljamo. Te kompetence so zavezanost strokovnosti, krepitev sodelovanja, proaktivno delovanje in pa osredotočenost na uporabnika. Za krepitev vodstvene funkcije v organih državne uprave, danes je bilo tu že velikokrat govora, da moramo res krepiti vodstveno funkcijo, se pravi na vseh ravneh vodenja, smo oblikovali poseben sklop kompetenc, ki smo jih pomenovali seveda vodstvene kompetence, pri čemer je poudarek predvsem na presoji usmerjenosti na prihodnost, predanost ciljem, učinkovitem organizaciji dela in pa razvoju timov in pa posameznikov in seveda te kompetence se presojajo pri vodilnih javnih uslužbencih. Tretji sklop, največji sklop pa so delovno specifične kompetence, ki se presojajo pri zaposlenih, odvisno od tega, katero delo seveda opravljamo. Zdaj, kako sama presoja poteka? Poteka s pomočjo vprašalnika, seveda je celoten proces digitaliziran oziroma informatiziran v okviru informacijskega sistema Muza. Začnemo s presojo in pa samo presojo, se pravi vodja določi, katere kompetence bo presojal pri javnem uslužbencu oziroma svojem zaposlenem, javni uslužbenci pa izvedejo samo presojo. Tukaj lahko vidite tudi primer temeljne kompetence, zavezanost strokovnosti, presoja poteka po 5-stopenjski opisni lestvici, pri čemer seveda presojamo vedenja, ki se pojavljajo pri zaposlenem.
Zdaj, rezultat presoje in samo presoje pa predstavlja kompetenčni profil, ki ga lahko tudi vidite na tem slajdu. Razkorak med presojo in samo presojo pa je tudi potem tema za pogovor seveda v okviru razvojnega pogovora. Zdaj, v nadaljevanju bi se dotaknila seveda tudi teme prenovljenih razvojnih pogovorov v okviru informacijskega sistema MUZA. Sam razvojni pogovor, kot sami vemo, je namenjen pogovor o preteklem, sedanjem in pa prihodnjem delu, pri čemer Zakon o javnih uslužbencih nalaga, da vodja vsaj enkrat letno izvede razvojni pogovor z javnim uslužbencem, pri čemer tukaj seveda apeliramo na to, naj ne bo to zakonska obveza, temveč naj bo to moralna obveza vodij, da si vsaj enkrat letno vzamajo malo več časa za svoje javne uslužbence in se z njimi tudi pogovorijo. Zdaj, kot sami vemo, tretjino dneva dejansko preživimo na delovnem mestu in res je pomembno, da si vodja vzame tudi ta čas. Zdaj, pri izvedbi razvojnega pogovora in presoji kompetenc je treba poudariti, da ne gre za ocenjevanje delovne uspešnosti, to ureja poseben zakon o sistemu plač, kot je že predhodno Branko navedel in kjer se pričakujejo tudi novosti, ampak gre res za nek sproščen pogovor na 4 oči, kjer dejansko vodja, se pravi tisti vodja, ki je spreten, mora spodbuditi pri zaposlenemu neko refleksijo z ustreznimi vprašanji, se pravi odprtimi vprašanji, kaj, kako, ne pa nek obrambni mehanizem. Tako, zdaj, na kar smo tudi ponosni in kar zdaj tudi intenzivno promoviramo, je tudi oživitev in pa informatizacija internega trga dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave. Zdaj, zakaj smo se tega lotili? Kot je bilo danes že večkrat omenjeno, je borba za kadre na trgu dela trenutno izredno velika. Bojim se, da bomo morali v prihodnje z manj ljudmi narediti več, zato smo se potem tudi lotili informatizacije internega trga dela, da poskušamo seveda tudi spodbuditi mobilnost pri zaposlenih znotraj državne uprave. K pospeševanju mobilnosti pa nas seveda opozarjajo tudi mednarodne organizacije, med drugimi tudi OECD. V sam interni trg dela se lahko vključijo tako javni uslužbenci, kot tudi kadrovske službe. In tukaj imamo primer dejansko produkcijske uporabe, se pravi zaslonska maska produkcijske uporabe informacijskega sistema MUZA, in tukaj so tudi zadnje aktualne vrstitve oziroma dejansko objave v sam interni trg dela. Zdaj, kar se tiče same uporabe informacijskega sistema MUZA, v produkciji je od lanskega leta oktobra in se pravi s pomočjo informacijskega sistema MUZA je bilo izvedenih že približno 3000 razvojnih pogovorov in pa presojenih približno 1500 kompetenc. Seveda v sam informacijski sistem smo vstopili postopoma, se pravi nekako MUZA je uporabilo 29 od 113 organov državne uprave, na kar smo pa res tudi zelo veseli, je pa to, da smo za samo uporabo informacijskega sistema MUZA pričeli na našem ministrstvu, kjer je bilo izvedenih približno 80% tudi razvojnih pogovorov. Zdaj, glede na to, da se zavedamo, da je res ključ do uspeha v ljudeh, na tem mestu bi res tudi mogoče poudarila to, da še vedno moramo imeti v mislih, da je človek na prvem mestu, ne digitalizacija in pa informatizacija, čeprav sem vodila postopek informatizacije informacijskega sistema MUZA, ampak ta pristen stik z ljudmi, odnosi, ki jih imamo, so še vedno na prvem mestu in so tudi največji pokazatelj, kako srečni smo dejansko v življenju. Ampak mi na našem sektorju vsekakor stremimo k temu, da bi v okviru veljavne zakonodaje
Tlej res poudarjam v okviru veljavne zakonodaje, ker večkrat se nam namreč zgodi, da hočemo neke spremembe, pa bi nekaj delali, pa vsi rečejo, ja, pa si zato pa nimamo pravne podlage, preden se zakon spremeni, pa se potem kar pustijo zadeve, ne. Tukaj pri nas smo rekli, da v okviru veljavne zakonodaje poskušamo seveda še naprej razvijati kadrovske procese, uvajati nove kadrovske procese, se pravi, tle je seveda poudarek na vsebini in pa seveda v končni fazi jih tudi informatizirati. Zdaj imamo tudi informacijski sistem MUZA, kar je super, kar se tiče optimalne uporabe vseh teh vsebin v praksi. Zato imamo v načrtu že informatizacijo oziroma vsebinski razvoj in pa informatizacijo postopkov uvedbe novo zaposlenih, tako imenovani onboarding, potem postopek odhoda zaposlenih, offboarding, to je proces, ki se dejansko v državni upravi praktično sploh ne uporablja, da pa res lahko tudi veliko povratnih informacij delodajalcev. Informatizirali bi tudi postopek spremljanja poskusne dobe in pa postopek mentorstva pripravnikom. Tako, naj na koncu z vami podelim še eno misel. Ko vlagamo v ljudi, sejemo semena uspeha. Kar danes negujemo, bo jutri obrodilo sadove za napredek in našo skupno močnejšo prihodnost. Hvala vsem za pozornost. Bravo, Mojca. Evo, bravo za tvoje podvige na informacijskem področju in seveda, da ostajajo glavni ljudje. Zdaj pa še naša Anja, mlada mamica, ki nam vsem kaže, kako odzivne, spretne, večopravilne in digitalne so nove generacije. In zato se vsi mi še toliko bolj zavedamo, kako nujno je, da tako svežino rabimo v javnem sektorju in Anja, veseli smo, da si ti med nami. Dela na področju vpeljave novih kadrovskih procesov, ki bodo pripomogli k uvedbi in uporabi sodobnega sistema ravnanja s kadri in to hitro, odzivno, vedno je na pravem mestu. Sicer pa je dobra športnica, a ji trenutno njen urnik z malčkom ne dopušča rekreacije na teniškem igrišču. Anja, izvoli. Ja, najlepša hvala, Breda, za ta super uvod. Jaz bi se dotaknila nekako naših načrtov za naprej, projektov v nadaljevanju in sicer, kaj sledi na področju razvoja kadrov v državni upravi. Se pravi, ena zadeva je nadgradnja informacijskega sistema ISMUZA, kot ga je že moja kolegica Mojca dobro opisala. Naslednja stvar pa je v okviru instrumenta za okrevanje, se pravi Next Generation EU, se pravi načrta za okrevanje in odpornost, bomo s pomočjo reforme vzpostavitev kompetenčnega centra oziroma centra za razvoj kadrov naredili naslednje zadeve in sicer določili bomo ustrezna orodja, potem mislim vprašalnike za ocenjevanje kompetenc v izbirnih postopkih. Oblikovali bomo smernice oziroma standarde za izvedbo zaposlitvenih razgovorov, ki se izvajajo v izbirnem postopku s kandidati, ki so že zapolnili oziroma že ustrezajo pogojem za zasedbo delovnega mesta. Izvedli bomo nadgradnjo oziroma posodobitev kompetenčnega modela skladno z dosedanjo uporabniško izkušnjo, upoštevajoč pa seveda tehnološki razvoj, vse družbene spremembe, ki so bile danes večkrat izpostavljene in pa tudi spremembe na trgu dela. Oblikovali in bomo sistem prepoznavanja in razvoja talentov. Ta sistem bo predstavljal in strukturiran pristop k prepoznavanju in uresničevanju potencialov zaposlenih, načrtovanju kariernih poti, nudil pa bo tudi oporo pri postavljanju pravih ljudi na prava delovna mesta. Kot naslednja zadeva, ki jo bomo v okviru vzpostavitev kompetenčnega centra oblikovali, je pa sistem načrtovanja nasledstev. Zdaj, zakaj je to pomembno? Velikokrat se nam na delovnem mestu zgodi, da recimo starejši vodje ali pa javni uslužbenci na ključnih delovnih mestih se upokojijo, zapustijo delovno mesto ali pa pride do kakšnih drugih sprememb in ob teh v bistvu ugotovimo, da v našem kolektivu nimamo nekega javnega uslužbenca, ki bi bil pripravljen na prehod za neko zahtevnejše ključno delovno mesto ali pa vodstveno delovno mesto, zato ker nima razvitih veščin vodenja ali pa ne razpolaga z ustreznimi znanji ali pa kompetencami. Se pravi, vzpostavljen sistem nasledstev bo za državno upravo pomenil, da bo državna uprava imela zagotovljen nabor potencialnih kadrov, ki bodo lahko zapolnili ta določena delovna mesta čim hitreje oziroma skoraj takoj, ko se bo po njih pojavila tudi potreba. Pri obeh procesih, se pravi pri prepoznavanju in razvoju talentov in pa tudi pri načrtovanju nasledstev,
nam opredeljene že ključne kompetence, ki jih imamo v okviru kompetenčnega modela, ki je bil tudi predstavljen. Za posamezna področja dela oziroma delovna mesta nam omogočajo, da prepoznamo zaposlene, ki imajo nek visok potencial za uspeh na nekih recimo ključnih ali pa bodisi vodstvenih delovnih mestih. Tako bomo kompetence kandidatov, ki so primerni, tudi v nadaljevanju usmerjeno razvijali in pa tudi zaposlenega pripravljali za nastop delovnega mesta v prihodnosti. Pri obeh procesih, torej pri talentih in pri nasledstvih, bomo tudi s pomočjo vsebinsko prenovljenih in pa digitalno podprtih razvojnih pogovorov lažje tudi prepoznali in pa izbirali potencialne kandidate za vodstvena in ključna delovna mesta na podlagi pričakovanih kompetenc. Potem naslednji tak večji projekt, s katerim bomo v kratkem pričeli, predvidoma konec letošnjega leta, pa je v sklopu večletnega finančnega okvira Evropske unije za obdobje 2021 do 2027, kjer bodo naša prizadevanja potekala v smeri spodbujanja aktivnega staranja na delovnem mestu in pa tudi spodbujanja razvoja nekih specifičnih aktivnosti, ki pa so povezana z spremenjajočimi se demografskimi trendi. Velik poudarek pa bo dan tukaj tudi na medgeneracijskem sodelovanju. Temelj za uspešnost, da bomo dejansko uspešni pri vpeljevanju politik za ravnanje s starejšimi zaposlenimi, pa je organizacijska kultura. In sicer ta mora biti vključujoča do starejših zaposlenih in zaposlene mora dojemati kot eno dragoceno delovno silo, ki imajo en kup znanja, izkušenj in so res ena taka zakladnica znanja. In tudi pri nas dostikrat rečemo, da to so ljudje, ki imajo tudi en tak zgodovinski spomin. Tako bomo v bistvu elemente ravnanja z starejšimi zaposlenimi tudi vključili v obstoječe postopke in pa aktivnosti, ki jih že izvajamo na področju ravnanja s kadri. Oblikovali bomo politike, ki so povezane, se pravi, z tem prilagajanjem ravnovesja med zasebnim in pa službenim življenjem. Hkrati pa se bodo sledili ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja in pa krepitev seveda programov dobrega počutja na delovnem mestu. Potem za spodbujanje predvsej pomembne teme, to je medgeneracijskega sodelovanja, kot je že naš direktor danes izpostavil, bomo oblikovali postopke kot recimo sistem obratnega mentorstva. Tukaj gre za prenos v bistvu veščin iz mlajših javnih uslužbencev na starejše. To se recimo izkazalo zelo kot ena dobra praksa pri digitalnih veščinah. Potem recimo en tak ukrep je tudi delitev delovnega mesta. Tukaj pomeni, da bo ta recimo starejši in pa mlajši javni uslužbenec na istem delovnem mestu nekaj časa opravljala naloge, kar bo zagotavljalo nek učinkovit prenos znanja in pa izkušenj. In pa tudi oblikovanje recimo kakšnih medgeneracijskih skupin za delo na posebnih nalogah, na posebnih projektih. Ob vsem tem pa bo tudi pomembno, da se zagotavljajo priložnosti na eni strani za učenje in pa usposabljanje starejših javnih uslužbencev. In pa druga, po mojem mnenju tudi zelo pomembna, krepitev kompetenc vodij na vseh ravneh vodenja in pa tudi tistih ljudi odgovornih za razvoj zaposlenih, da bodo znali in da bodo kompetentni za ravnanje z večgeneracijsko delovno silo. Kot sem že omenila, v bistvu aktivnosti za začetek tega projekta so načrtovane konec letošnjega leta. Torej, hiter družbeni in pa tehnološki razvoj močno vpliva na način dela tudi v državni upravi in predstavlja en izziv, h kateremu pa moramo pristopiti celovito in pa z zavedanjem, da so v bistvu javni uslužbenci, ki so odgovorni, ki so motivirani, ki so zadovoljni v svojem delu, so tudi ključni element, da je državna uprava učinkovita. Zaradi tega državna uprava potrebuje učinkovitejšo izrabo potencialov javnih uslužbencev, tako strateško in pa celovito ravnanje z zaposlenimi in pa tudi organizacijsko kulturo, ki je usmerjena na razvoj. Izzivom prihodnosti bomo kos, le če bomo mi usmerjeni na to, da bomo res pridobivali kompetentne kadre in predvsem po njihovi zaposlitvi jim omogočali razvojne priložnosti, ustrezno ravnali z njimi, skrbeli za njihov razvoj in pa ohranjanje v delovni sredini. Zdaj, ukrepi, ki so bili predstavljeni danes, ki se že izvajajo in pa se še bodo tudi, so prvotno namenjeni organom državne uprave, ampak rezultati teh projektov pa je tudi know-how, se pravi eno znanje, ki bo lahko služilo v obliki smernic ali pa izhodišč za oblikovanje politik na področju razvoja kadrov tudi v drugih organizacijah javnega sektorja. Kar pomeni, da oblikovane rešitve lahko organizacije potem vzamejo in prilagodijo glede na svoje potrebe in pa specifike delovnega področja.
Mi pri oblikovanju same vsebine in pa pri ukrepih vedno ubiramo pristop od spodaj navzgor, kar pomeni, da se navedeni projekti in pa pristopi soustvarjajo z zaposlenimi v državni upravi. Na tak način vedno stremimo k cilju, da postavimo zaposlenega v sredino in pa izhajamo iz njegovih potreb, iz delovnega okolja in pa s to pomočjo potem oblikujemo rešitve. Zdaj, naši ukrepi za razvoj kadrov so nastali oziroma in še nastajajo in tudi bodo v prihodnje z željo, da bi bili sprejeti kot eno orodje in pa strokovna opora pri delu in kot tudi ustrezna podlaga, da bomo lahko v prihodnje vsak posebej in pa še vsi skupaj boljši javni uslužbenci, sodelavci in pa vodje. Najlepša hvala. Anja, hvala lepa. Evo, zdaj ste slišali, kako širok spekter in zanimiv in poln izzivov, ampak tudi dobrih rezultatov imamo na Direktoratu za javni sektor. Jaz mislim, da si vsi skupaj zaslužijo še en aplavz. Bravo. Ampak kot sem že prej rekla, seveda zaposleni v delovno sredino prinašamo naše zgodbe in mi skrbimo tudi že zdaj za naše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. In zato mogoče zaključimo zadevo takole, da vas jaz povprašam, kdo od naših teniških igralcev pa največkrat zmaguje. Prosim vas, če vzamete telefone, tlele imamo Mentimeter. Mentimeter, lahko tudi vnesete številko, če ne pa upam, da deluje, pa evo, da pogledamo rezultate. Da vidim, ker se vam tole splača. Tako. Branko Lupar, vidi, že dela. Se vidi, da delovno uspešnost delja. Ja. Tako. Evo še kaj? Tako, luštno. No, tako, za vse, ki ste pravilno odgovorili in seveda ste vsi vabljeni po koncu naše sekcije, se pravi ven na našo stojnico ISMUZE, kjer vas čaka kakšna drobna pozornost. In seveda na začetku smo obljubili, da boste imeli pa tudi možnost kaj vprašati danes. In jaz mislim, da teme so take, tako da imamo še 10 minut. Imamo kakšno vprašanje, da ogrejemo roke, a ne Toni? Ogrevamo roke, tako. Evo, vprašanje je, Staša, lahko kakšen mikrofon še prosim? Super. Evo, Viktor Strle, Ministrstvo za obrambo, dolgoletni vodja službe za informatiko in komunikacije. Ne igram tenisa, lahko pa povabim na tek, plavanje ali pa kolo, izberite karkoli želite. Super. V bistvu nekaj utrinkov iz prakse. Najprej prenova tega zakona o javnih uslužbencih. Že sedaj zelo težko dobimo kakršnega koli strokovnjaka z področja informatike in komunikacij v Ministrstvo za obrambo. S tem, kar ste pa zdaj predstavili, pa absolutno ne bomo nikogar dobili. S centralizacijo, pa še posebej s temi postopki, ki ste jih navedeli, nemogoč dogodek. Z izpiti programerja, ki bo delal preizkus znanja o ustavni ureditvi Republike Slovenije, vam povem, da ga ne bomo dobili. In ko bo to prebral, že tako težko, potem pa sploh ne. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa, oziroma moja pripomba, drugo pa, gradimo kompetenčni model javnih uslužbencev. Vprašanje pa je, kdaj bomo začeli prišivati po kompetencah. To bi bilo zelo dobro na področju informatike in komunikacij, ker imamo konkretno na ministrstvu primere, ko dobimo človeka v sistem, ga usposobimo, imamo mogoče celo samo srednjo izobrazbo, ampak dosega znanja, ki so vredna oziroma primerljiva z inženirjem, pa ga enostavno ne moramo plačati. Pa bi ga radi plačali, spodbudili in tudi formalno bi se potem lahko izobraževal. Tako da to so čisto konkretni izzivi. Pa hvala naprej za odgovore. Branko, boš ti hvala. Ja, hvala za ti vprašanji. Zdaj najprej, kar se tiče tega, da bi morali informatiki oziroma programerji opravljati
ta preizkus znanja oziroma strokovni izpit. Tu imamo mi eno veliko zagato. Ne? Zdaj nekateri pravijo, da je za to kriv plačni sistem oziroma višina plač javnih uslužbencev. Ne? Kaj smo mi naredili v upravi? Mi smo v bistvu te informatike ali programerje skrili, če tako rečem, pod uradnike. Zdaj, če bi vi pogledali nabor delovnih mest v plačni skupini J, bi videli, da so tudi tam, ne? Sam glej ga zlomka, tam so bistveno slabše plačani. Ne? In, ja, sej zdajle bom pa to, Viki, če dovoliš, zdajle bom pa tole povedal. Ne? Skratka, tu malo sam sebe goljufamo. Ne? A veste, v kliničnem centru Ljubljanskem ali pa na univerzi tega ne morejo narediti, ker nimajo uradništva. Mi ga pa damo potem za sekretarja, ne? Kar pomeni boljše plačilo, kot če bi bil informatik v plačni skupini J. Ne? Seveda, ko ste pa enkrat formalno sekretar, ste seveda uradnik formalno in morate izpolnjati vse tiste pogoje, ki se po ZJU seveda za to zahteva. Tako da jaz verjamem, da bomo s tem, ko zdaj prenavljamo plačni sistem in v nabor delovnih mest dodajamo nova delovna mesta. Dodajamo tudi delovna mesta teh tako imenovanih IT-jevcev, specialistov, ekspertov, ki bodo više pozicionirani glede plače. Ne? Zdaj, seveda si predstavljamo, da bo neke pogoje morali izpolnjevati, ampak tudi, če ste me poslušali, ne, gospod Sterle, jaz sem povedal, da pri spregledu izobrazbe, če smo pri drugih nekoliko to zrahljali, smo pa pri IT-jevcih sploh to zrahljali, torej relativizirali pomen izobrazbe, tako da bodo ljudje, ki imajo najmanj srednjo šolo, zdaj v zakonu smo napisali 5. tarifni razred, ne, jaz mislim, da to pa že nekako je neko pričakovanje na srednjo šolo, pa že imajo, tudi če so IT-jevci in vrhunski strokovnjaki, ne, da jih bomo lahko dali tudi na delovna mesta, za katere se zahteva 7/2 tarifni razred in morda tudi na ekspertna delovna mesta informatikov. Ta bodo pa, kot sem rekel, predvideno je, da bi bila bistveno više pozicionirana glede plače. Evo, to bi bil odgovor. Pa še nekaj, ne. Glejte, ta plačni zakon ne bo rešil vseh problemov. Pa morate vedeti, da to je rezultat usklajevanja. Ne? Tisto, kar je kot rezultat usklajevanja, nikoli ni najboljša rešitev, tudi strokovnega vidika ni čist neoporečna. Ne? Je pa to bilo neko polje možnega dogovora. Veliko stvari se bo pa dalo rešiti in zadeva je bistveno boljša, kot je sedaj. Hvala. Ja, hvala, Branko, za pojasnilo. Imamo še kakšno vprašanje? Evo. Hvala, Katarina Lipovšek Harsa. Sam glede dopusta niste nič omenili, ker v nekih variantah je bil tudi dopust. Pa me zanima, kako je s tem, bojo kakšne spremembe? Vprašanje dopusta, ni se dobro slišalo. Ja, pogledajte, vprašanje dopusta seveda, ne. Dejstvo je, da pač smo šli v izhodišča za prenovo plačnega sistema z osnovne predpostavke, da če želimo tekmovati na trgu dela za dobre kadre, mora nujno priti do zvišanja plač. Ne. Ampak seveda pravice iz delovnega razmerja niso samo plača, so še dopusti in tukaj smo pač ugotovili, to kažejo vsi podatki, ne samo, da imamo v primerjavi z drugimi sektorji v tej državi više število dni dopusta, predvsem tudi to, da po eni strani so za enake kriterije za odmero letnega dopusta v različnih dejavnostih javnega sektorja določeni različno. Ne vem, en dan dopusta za skrb za otroka do 15. leta starosti je v državni upravi en dan, v nekem drugem sektorju, da ga ne bom izpostavljal, je 2 dni. Potem, se pravi, to je bil en primer in drugi primer, ki je bil, so potem recimo dopust, ko dobiš dodatne dni dopusta za starejšega delavca. Zdaj, kdaj za potrebe pridobivanja dodatnih dni dopusta šteješ za starejšega delavca, je bilo določeno v tej državi, mislim, da v začetku 90. let in je bila postavljena meja 50 let. Ampak veste, takrat je bila upokojitvena starost 58 let, Vmes je že zakon o delovnih razmerjih leta 2013 postavil mejo za starejšega delavca pri 55 letih oziroma 5 let pred upokojitvijo, tako da mi v dogovoru s sindikati se z začetkom naslednjega leta postopno meja, pri kateri javni uslužbenec pridobi dodatnih 5 dni dopusta zaradi starosti, postopno pomika proti 55. letu starosti.
Tisti pa, ki smo že 50 let stari, se pa za nas pač ne spremeni nič. Tretji segment vprašanja dopusta so pa dopust iz naslova specifičnih pogojev dela, ne, in dejansko z našo analizo, ne, to kolega Stopar zelo dobro pozna, iz naslova specifičnih pogojev pridejo do tistih res včasih v medijih predstavljenih tudi v nebo vpijočih števil dni dopusta, ne, ko imajo posamezniki nekje 60 do 65 dni dopusta. Ne. Če bi gledali samo število dni dopusta po nekih osnovnih kriterijih, smo še vedno na zgornji ravni držav EU, ne, se imamo veliko dni dopusta, je pa vedno to stvar pogovora. Tako da zaenkrat je pri dopustu predvidena sprememba pri mejniku 50 let, postopno se bo dvigala proti 55. letu in potem morda znotraj stebrnih pogajanjih tudi glede specifičnih pogojev dela. Ja, hvala, Peter, za pojasnilo. Čas je še za eno hitro vprašanje. Imamo še koga iz publike? Še eno je, evo, tako. Lep pozdrav, Perič Bojan, Ministrstvo za kohezijo. Sicer tudi vodja sektorja IT-ja, ampak nisem IT-ja, sem ekonomist. Eno vprašanje za middle management. Slišali smo, obravnavali smo najnižje, obravnavali smo, kaj bo z najvišjimi funkcionarji. Kako je pa mišljeno z middle managementom? Ali je te razlike med, se pravi, zaposlenim in nekim vodjem ali pa rečemo direktorjem je zelo minimalna? Ali ste razmišljali, kako tudi tak kader spodbuditi? Smo slišali, imamo dobre, imamo slabe vodje, seveda do tega pa prihaja, ne? Drugo vprašanje pa smo slišali gospoda Petra Pogačarja, ki je omenil, da dobivamo nove zaposlene, ne, da je lažje dobiti. Ja, zakaj? Zato, ker ga ne moreš nikoga odpustiti, dati predloga za odpustitve. Ali ste mogoče razmišljali o sistemu lahkega odpuščanja in hitrega zaposlovanja? Samo v tem primeru potem gre za to, da so pa vse te operativne prepreke potem dolgotrajne in predolge. Hvala, samo to bi. Branko, boš ti? Ja, glede vprašanja tega line managerja ali pa middle managerja pa njihovega plačnega položaja zdaj po novem, ki naj bi bil. Zdaj plače gredo, zdaj če imam prav podatek, mislim, da se povišujejo v povprečju s temi predlogi, ki so zdaj na mizi za kolektivne pogodbe, tam okrog 21-22%. Ne? Če gremo gor pri, recimo vzamemo, ne vem, podsekretarji, sekretarji, to, kar je zdaj na mizi, naj bi se jim plače povišale po stari lestvici za 3 plačne razrede. Seveda je pa zdaj odvisno, po starem bi to pomenilo približno 12%. Ne? Če pogledamo potem pa še, je treba upoštevati, da so ljudje v različnih plačnih razredih zdaj. Više, ko si, že zdaj, recimo, če imate tam 7., 8., 9. ali pa sploh 10. napredovanje, je to povišanje še više. Ne? Recimo se lahko zgodi, da nekateri dobijo tudi 500 ali 600 evrov več bodo dobili. Ne? Se pravi, če govorimo zdaj o sekretarskih delovnih mestih, ne? Recimo izhodišči plačni razred je 46, po novem naj bi bil 49, preveden bo, to bo prevedeno, mislim, da v 32 in bo lahko prišel do 42. po novi lestvici, ne? Ker gre za prevedbo. Potem bi za tiste, ki so v zadnjem plačnem razredu in imajo zdaj 56. plačni razred, bi se plača povišala za približno 630 evrov bruto. Seveda bi bila izplačana v teh obrokih, kot sem prej povedal, v tranšah. Če ste pa v izhodiščnem plačnem razredu, pa morda samo za 300 ali 350 evrov, ne, ali pa 400 evrov, ne, je zelo različno. Ampak povišanja so tam, gledajte, od 15 do 35 ali celo 40%. Ne? Večna tema, ne? Odpuščanje, če sem prav razumel, ne? Se bo morda kolegica Barbara, ne? Ampak ko bo Barbara, veste, zakon omogoča vse. Zakon omogoča odpuščanje, potrebno je imeti pa vodjo, ne pa šefa. In ko jaz dobim primer, ne, da bi želel konkretno, ne, prošnjo za nasvet, bi ga želel odpustiti iz razloga nesposobnosti. Ne? Aha, kako je bil pa ocenjen? Ja, zadnji 2 leti odlično. Aha,
Kaj se je pa zdaj zgodilo? Ja, zdaj sva se pa skregala. Ne? Kar hočem povedati je to, zakon omogoča odpuščanje slabih delavcev in to se v praksi tudi dogaja. Kar pa potrebuješ za to, potrebuješ pa vodjo, ki mu odreja delo, ki ve, kakšne so njegove naloge in spremlja njegove rezultate dela. Če pa vi mislite, da bomo kdaj v državni upravi ali pa na trgu dela v Sloveniji imeli sistem, kjer bo šef, ko zjutraj pride, jaz sva se skregala in bo delavca odpustil, takšnega sistema pa ne bo in ga niti ne sme biti. Zdaj pa kar se pa tiče same ureditve v ZJU, pa lahko Barbara pojasni. Ja, se samo kratka dopolnitev. Torej, ravno zaradi teh predlogov, glede tega odpovedi pogodbe o zaposlitvi z razloga nesposobnosti oziroma nedoseganja rezultatov, smo v bistvu v predlogu zakona ta postopek zdaj uredili na enem mestu mogoče malo bolj jasno in transparentno in upoštevali pravzaprav vse te pripombe, ki so v tem času prihajala iz terena, kako ti postopki pač tečejo in kje so problemi. No, tako da je v predlogu novega ZJU-ja točno ta vsebina nekoliko drugače in mogoče nekoliko bolj jasno in enostavno urejena. Okay. Barbara, hvala. Vsem trem hvala. Zdaj pa bomo kar zaključili, ker čas je zdaj tudi ena taka pomembna vrednota in jo moramo tudi upoštevati, pa mislim, da smo že kar dolg časa tukaj zbrani. Tako da hvala lepa vsem, po odmoru se pa nadaljuje naslednja sekcija. Hvala vam.